Ja, ful hvala, no, ker si se odzval. A ne. Mislim, da je to, kar delaš, kar svojo zgodbo, ki širiš, da je to zelo pomembno. Da se ljudje mogoče s tabo povežejo, ki jih lahko ti mogoče razumeš. Tako da ful ti hvala, ker si se odzval. Z veseljem in hvala za povabilo. Ja. Se mi zdi, da naša družba kar tako malo te zelo, zelo temačne stvari malo pod preprogo pometemo, malo so neprijetne, a ne. Zato, mislim, čeprav odvisnost štejem v to kategorijo, potem kakšne psihične bolezni, a ne, zelo nam je neprijetno o tem govoriti, a ne, taka stigma je okoli tega, a ne. Tako da glih zaradi tega se mi zdi, da je zelo pomembno, da se govori o tem, a ne. Mogoče to oddajo poslušajo recimo neki podjetniki, pa poslušajo mladi. Zdaj podjetniki mogoče nikoli niso imeli neke izkušnje s to odvisnostjo na takem nivoju, ne, tako da mogoče ne razumejo, tako je kle en benefit tega, da razumejo tudi druge svetove, pa druge ljudi, a ne, ki imajo drugačne izkušnje, a ne. Po drugi strani imamo pa mlade, a ne, ki začenjajo svojo življenjsko pot, a ne, da jih mogoče to, ne vem, odvrne, a ne, sej malo, ki si ti mlad, pa ki si v puberteti, mogoče imaš visok ego, pa misliš, da si ti drugačen od ostalih, da si močnejši od ostalih, ne. In to te pa življenje pol nauči, a ne, s palco, da si manjši, kakor v resnici misliš, a ne. Ja, ego, predrznost. In obstajajo matematični zakoni, kemijski zakoni, fizični in obstajajo življenjski zakoni. To, kar seješ, to žanješ in ta drži tudi. Ta življenjski zakon isto drži kot pribito. Ja, da mora biti nek balans vedno, ne? Če boš nekaj ful, samo ne boš sadil, ampak boš samo žanjel. Ja, vse se ti vrne, vse kar narediš v življenju, sicer je ful težko, ko si ti še mlad, puberteti, nadobudneš, kot si rekel, pa če misliš, da si najbolj pameten, vsi ti svetujejo, ne, jaz vem vse in nisem kot ostali, pač milijon izgovorov si iščeš in se, kot si rekel, si najbolj pameten in pač ne verjameš, ne, pol žal, so eni, ki zaupajo, so eni, ki verjamejo, ki poslušajo, eni pa ne, tisti, ki ne, vse se ti vrne pol v življenju, z obrestmi. Ja, in včasih so te obresti, te računi so včasih prevelikih, ne moreš plačati, to se pravi smrt tudi, ne. Ja. A bi se verjetno obstajajo tudi druge stvari, ki so hujše kot smrt, ne? Kakšne izkušnje? Ja, jaz gledam zdaj, ta moja generacija, lih letos umirajo, ko po tekočem traku in pol jih malo tako, še vedno jih vidim tam v mojem kraju in pol si malo mislim, se ne vem, kaj je hujše, ali da umreš, se nekako neko tudi odrešenje, da nehaš trpeti, ker samo trpiš na koncu. Neko odrešenje, ali pa je biti, v bistvu si živi mrtvak, že organi ti gnijejo, cel si noge, roke, žile, nimaš več nič, brez zobov si izgledaš star, 90 let v bistvu. Ampak ti je vseeno verjetno tako rad, ali kako bi ti to, kar si rekel? Jaz mislim, da ko priješ do ene stopnje, ko zgubiš upanje, ti je res vseeno, ne. Zdaj, ali sem še živ, ali umrem, pa če živim za tisti šus, oziroma za tisti občutek zadetosti, ki ga niti ni več pol tam, je samo tisto, da se ne zavedaš realnosti, v kakšni bedi si, kje si, da si uničil svoje življenje, da si zapravil svoje življenje, spravi to realnost nočeš videti in moraš biti, se zadevaš vsak dan s čimerkoli, ni važno, ne, kombiniraš alkohol, tablete, katerakoli droga, ni važno, samo da nisi trezen, ker ko si trezen, te ta vest te poje, ne. Vest te poje. Ja, to bije. Se mogoče lahko začneva čistko, a ne, ker smo malo voda naredila, o tvoji zgodbi, a ne. Kako se je začela, kdo je bil Brane, mali Brane, ki je odraščal, recimo v osnovni šoli, v srednji šoli, če misliš, da je pomembno? Ja, je pomembno, zelo pomembno. Kdo je bil tam Brane? Brane je bil, recimo, kaj razmišljal mogoče? Daj ti bom tako začel, kar se zdi meni pomembno, da jaz se že preveč vedno govoril, da sem odraščal v normalni družini. Moj oče je bil alkoholik, doma so se ful kregali, ni bil nasiljen alkoholik, pač alkoholik je bil. Spil je in pol je bil miren doma, gledal svoje, ampak doma je bilo ful kreganja. Ampak zame je bila to normalna družina, ne. Kot je za nekoga normalno, da ob sobotah grejo s cela družina na sladoled,
Za me je bilo normalno, da doma alkohol in da se kregajo in pač v tem sem rastel in to je za me normalno. Ne. A si bil edinec? Ne, sem imel sestro. Sestro? Ja. Starejšo, mlajšo? Mlajšo. Tako da sem v tem rastel. Zdaj, kaj sem pa pogrešal takrat? Bil sem odličnjak v šoli, kot mene se je zahtevalo doma samo, da sem odličen. Aha. Nisem imel nekih odgovornosti, delovnih navad, nismo se pogovarjali doma, nismo govorili, bog ne da, kakšnih čustvih ali kaj takega, ker moja dva starša nista govorila o tem z njihovimi starši, se pravi, tega nista imela, tega nista znala. S tem, da ona dva sta še rasla v tistih časih v revščini, bom rekel, moj oče je bilo 14 bratov, sester in mama je tudi bila gor iz Slavonije. Se pravi, oni so hoteli meni sestri nuditi nekaj več. Se pravi, to čustveno plat niso niti znali, se pravi, so materialno, ne? Ampak z materialnim ne pokriješ ti otrokove čustvene potrebe, tako da sem rastel v temu, da sem samo odličnjak, ne? In pač, kaj sem, 5. 6. razred, jaz sem že znal, to sem hitro ugotovil, če poslušam v šoli, si zapomnim, ker sem ful tak tip, da si zapomnim in prijem domov, naredim tako domače naloge, imam ful časa cel dan pol zase. Ne. In pol starši ti dajo mir? Starši mi dajo mir, lahko delam kar hočem, ne. Mislim, kar hočem. Vse takrat sem imel zdrave te neke, sem ful rad, sem imel šport, treniral sem ping-pong, sem bil zelo uspešen na ping-pongu, potem sem še začel še nogomet trenirati, oboje skupaj, kaj sem, branje značke, vegove tekmovanja, vse to. Kaj sem pa pogrešal, je neka to pozornost. Ne? Kaj sem, on je naredil z 2, komaj ponavljal razred, komaj z 2 naredil dobo motor, jaz sem bil odličen, nič. Je bilo to nekaj samoumevnega. Spravi, to neko pozornost sem hotel, pri športu sem bil ful uspešen, spet nič. Starši spremljajo druge, mene ne pride noben gledati. A to si že takrat te feelinge imel? Da ne dobiš dovolj pozornosti? Sem jih imel, ampak jih nisem znal prepoznati. Sem bil premlad, nisem vedel točno, zakaj je kaj. Ne. To si pol za nazaj v bistvu? Ja, za nazaj sem to analiziral pol. Tako da se pravi, sem iskal pozornost, če nisem dobil s pozitivnimi stvarmi, sem prav z negativnimi. Ne. Da ne govorimo o šoli, ne. 6. razred, se pravi, hormoni se počasi prebujajo, pozornost punce, koga gledajo mene, ker sem odličnjak, ker sem dobil 5 ali pa une. A ja, to so gledale? Ne, niso to gledali, so gledali une, ki špricajo, ki skodi kakšen čir. Bad guy, ne? Ja, frajerje, ne, in so čakaj, sem hotel biti tudi deležen te pozornosti. Zdaj s petkami ne gre. Si v Kopru si odraščal? V Piranu. In sem hotel biti tudi deležen te pozornosti, se pravi, sem moral začeti špricati kakšno uro, se pridružiti malo v tej skupini, kakšen cigaret skaditi, spiti kakšno pivo na šolskem plesu. V 6. razredu? Ja, in me je bilo strah tega, sem vedel, da ni prav, ampak sem hotel to pozornost in sem kakšen čik skadil, malo sem kašljal, kakšno pivo spil, pa si malo vrtelo, ampak nisem poznal v učnem uspehu. Doma starši so me zaupali, ker sem nosil dobre cene, niso hodili toliko na govorilne ure in takrat, ko sem ti rekel prej, sem začel že manipulirati, se pravi, ene informacije so ostale samo v šoli, ene so pa ostale samo doma. Se pravi, jaz sem bil tisti most med šolo, razredničarko, kakor hočeš, in med starši. Ne. Vse je v redu in tam se je v redu. Ti si začel niti vleč, ne? Ja. Zaupajmo mi. Ja. Mama ne more priti na govorilne se neko šoli, pri mami pa ni govorilnih ur ta mesec, naprimer, ne, pa sem že imel kakšno nepravičeno. Kot v 6. razredu, to sem začel v 5. 6. je šlo že malo tako, da sem imel kar dosti nepravičenih ur, nisem bil odličen, sem bil dober. In sem se tresel, kaj bo zdaj, na koncu leta bom dobil batine doma. In veš, so bili še taki izkazi, not je pisalo dober, vedenje manj uspešno, likovno manj uspešno. Jaz sem vzel ta izkaz, tam ki je pisalo dobro, sem napisal spredaj prav, ono, ki je bilo manj, sem prečrtal in sem bil iz A razreda, iz paralelke sem šel v B in razredničarki med sabo niso si to povedali in jaz sem enostavno bil prav dober. In tam sem jaz videl, nisem jaz tako neumen. Manipuliral sistem. Manipuliram, ja. Nisem jaz tako, znam jaz to. Potem se recimo, da sem se malo umiril, 7. 8. razred, da sem bil spet odličen, je bilo tudi treba paziti, veš, Piran, majhno mesto, vsak te pozna, poštar te pozna, trgovka te pozna in če si šprical, itak sem moral se skrivati gor na obzidju in mi je bilo malo dolgčas, tako da sem malo to opustil, pa ko sem šel na gimnazijo v Koper, tam pa me ne pozna nobeden, tam pa so te zavore tudi popustile. Vsem tem času, ko sem jaz eksperimentiral pač s temi alkohol, recimo, in to, ko sem premikal meje. Začel si z alkoholom, žuranje v srednji šoli. Ja. Pa cigareti, alkohol. Cigareti, alkohol, ja. Pol pa prvi letnik valjda tudi nogomet. Sem hotel biti spet sprejet, tudi tam so bili starejši, sem bil kot mlajši, sem igral za mladince in sem tudi tam hotel biti sprejeti in seveda ta banda, ki so bili starejši, so kadili že travo. In če sem hotel biti sprejet v to skupino, seveda sem se moral obnašati kot oni, seveda tudi jaz, da kadim travo. Spet sem vedel,
da je to droga, da ni v redu, ampak ker je že prej šlo mimo brez posledic, se pravi cigarete z alkoholom, že ta predrznost moja malo rasla, da se to obvladam. Zato je ta ego, ki sem prej govoril. Ego moj najhujši sovražnik, še tu je na dobro knjigo. Dobro, malo ego ta moraš imeti, ga moraš ga znati kontrolirati, mora biti zdrav ego. Nič sem skadil, sem se napolnil paradigmo jointa, se spomnim na Verdu pri Vrhniki. A prav spomniš se prvega? Sem bil sem sedel na eni ograji, sem padel dol, malo sem mi vrtelo, malo sem se smejal in drugi dan sem bil živ, se pravi nič. Aha, to ni tako, ko pravijo. Pa ti je bilo všeč? Všeč mi je, da sem bil sprejet. Zdaj, prav feelinga se niti ne spomnim toliko. Ni bilo neki tako, da sem bil bolj psihiran, kako bo, kako ne bo, tako da se nisem izprostil pri tistemu. Je pa bilo tako, da sem pol to začel že redno kaditi. Srednja šola, petki, sobote, ven, žuranje, torek, študentski žuri, trava, alkohol, trava vedno bolj pogosto, vedno bolj sem bil pijan, večje neumnosti sem delal, veš, in v ponedeljek se več govorilo o meni, kakšne neumnosti sem počel, sem bil ful happy, koliko pozornosti imam, kakšen frajer, v bistvu sem bil samo klon, takrat se tega nisem zavedal in ta predrznost, ta želja, ta eksperimentiranje je rasla, ni bilo več dovolj alko in trava, ne, tudi jaz sem vedno bil v starejši družbi, tam so bile še tudi druge droge. Kaj pa recimo? Speed, ekstazi, amfetamini, ta kokain, ta poživila. To je v srednji šoli, ko ste ven hodili, je bilo na žurih. Ja. Pa to so bili žuri, ki so bili večinoma srednje šolci, ali so bili žuri, ki je čisto mešano, pa spustijo? Mešano. So spustili mladoletne? Ne žuri na šoli. Ne na šoli, ven, ampak če so spustili mladoletne v lokale, v klube. Greš v klub, matineja, pol kot se sprazni, se skriješ pod mizo, počakaš, da grejo vsi ven. Se ne vem, kako je danes, ampak jaz se tudi spomnim v svoji mladosti, v srednji šoli, ki sem bil, so bili eni klubi, ki so bili narejeni prav za mlajše. Tiste, ki so bili pa za starejši, pa nisi mogel not prijeti. Oziroma zelo težko si mogel poznati varnostnika. Poznal si varnostnika, pa si ga že spoznal. Sprav to so bili navadni žuri. Pol si itek prišel stik z ostalimi substancami. Ker vedno gledaš tiste starejše, se ti zdijo frajeri, se ti zdijo pa več punce. Koliko si bil pa star? Kaj sem bil, na 15. Aha. 15 let, ko se to bolj začelo. In pa te je to zanimalo? Fajn mi je bilo eksperimentirati, fajn mi je bilo biti v tisti družbi, fajn mi je bilo pač pozornost, vsi so vedeli, kdo sem jaz. Ne zaradi pozitivnih, zaradi negativnih stvari, ampak mene to sploh ni zanimalo. Važno, da sem jaz opažen. Zdaj, zakaj? To ni važno. Vse pa je to poznalo že pol. Ni bilo na gimnaziji več ni bilo dovolj samo poslušati, kar sem tudi bolj poredko pol, se potreba že učiti, kar se mi ni dalo. Ko se jaz to bom, tako da prvi letnik je šel normalno skozi, z eno trojko, drugi letnik sem kome naredil, se spomnim, in tretji, oziroma tam je na prelomu od drugega in tretjega letnika, pa tako, ljudje smo na različne okuse, različne feelinge, različne stvari so nam všeč, zdaj tebi lahko všeč, tebi najboljša čokolada Milka z lešniki, meni je z Oreo, tako je tudi pri substancah, tudi pri drogi, in pač vse te plesne droge, ki si mislim, da imajo ta poživila, ti ko prideš domov zjutraj, bi rad zaspal. Možgani bi radi zaspali, ampak telo ne more zaspati, telo je še živo, ker si poln teh poživil in takrat se moraš umiriti. Istočasno si utrujen in istočasno si v pogonu. Ti že spiš, tvoji možgani že napol spijo, ampak enostavno ne moreš. In takrat pa moraš vzeti kakšno pomirjevalo, spavalo ali pa pijati kakšen heroin in to. In te moji dobri prijatelji so mi svetovali heroin. Čakaj, oni so ti svetovali, ti si jim povedal, da imaš problem zaspati po žuru? In oni so ti svetovali? Ker jaz ne morem priti domov, ne morem zaspati, naredi ko jaz. Pač vzamem to in to, vzamem heroin. Na kak način pa si vzemal? Se spomnim takrat na začetku? Na nos. Aha, na nos. Sem šmrkal. In to te je pomirilo? Ja, to me je zadelo. In ko me je zadelo prvič, sem rekel, evo ga, to je to. Aha, si prav vedel? To je ljubezen mojega življenja. Tak. Kot pravim, nekomu bo ful najbolj pasal, ko na koki, nekdo na travi, nekdo, ko se ga napije, zame je bil heroin. Sploh me ni zanimalo druge substance, to me ni zanimalo. Se pravi, že prvič, ko si se ga dotaknil, si ga sprejel v telo, si vedel, da je
A je bilo kaj, veš kaj me zanima, sorry, Ja, valjda, prekinjam, ja, veš, kaj me ful zanima vmes, pa da pa ne pozabim. Prvič, ko si ga vzel, a ni bilo nič strahu, ko si ta občutek dobil, ne? Dobil si občutek, ko si ga zaljubil se v njega, ne? A ni bilo zraven še strahu, a bom jaz to lahko kontroliral? Ne. A si bil toliko samozavesten, da si rekel, bom lahko kontroliral, ali ti je bilo vseeno? Ne, nisem bil toliko samozavesten, sem bil toliko predrzen. Predrzen. Ker predrzen sem ti rekel že prej. Vse substance, ki sem prej probal, ki sem eksperimentiral, vedno manj me bilo strah, ker je rasla moja ta predrznost, da jih si tako se kontroliram. Ker še vedno sem hodil v šolo, še vedno sem bil tako normalen in vse, in sem rekel, vse jaz nisem kot stari, itak džanki, narkomani so tisti, ki so na igli, so tisti, ki so na ulici, so klošari, se pravi, jaz nisem tak. Me je bilo strah, ko sem, takrat sem še delil droge na trde in mehke. Ja. Ampak kaj si nisi rekel, jaz sem posnifal heroin, ful mi je dobro in to bom zdaj jaz skozi jemal, pa bo vse ok, pa bom normalno življenje imel, nimam pa potrebe probati direktno si v veno dati, ne? Ne, tistega mi je bilo strah. Tistega ti bo strah, ok, to sem tako. Ne, veš, kako bi se ustavil, da bi se ti ločil od teh, ki si jih videl na ulici, ker si rekel, jaz nikoli ne bom takšen, zaradi tega, ker me je strah tega, to delati. In ta strah bo predvladal nad radovednostjo ali pa nad tem hlastanjem. Tako. Okay. Mislim, bilo me je strah, bili smo trije fantje, trije prijatelji, ki smo prvič vzeli tisti večer. Pol sem zvedel, da en sploh ni vzel. Ustrašil se je še bolj, on sploh ni vzel. Govoriš še vedno na šmrkanje. To je bilo prvič, ko smo se menili, en, ki je to že jemal, sem bil 4, en, ki je že jemal, je pustil, rekel, prvo je šel en na WC pošmrkat, pa šel drugi, pa šel tretji. Ne. Prvi šel tak, ki ni vzel, drugi je šel, je pošmrkal in pa sem šel zadnji, sem pošmrkal. In zdaj je zanimivo. Ta drugi, ki je pošmrkal, je bilo slabo in ni nikoli več v življenju. Pol je tudi postal uspešen nogometaš, reprezentant in vsem, ti ne bom povedal kdo. Meni je bilo tudi slabo in sem kozlal, bruhal, ampak ne vem, niko po alkoholu, mi je bilo všeč to bruhanje. Jaz sem se fajn počutil, meni je bilo lepo, meni je bilo vse lepo, vsem je bilo zanimivo, vsem je bilo lepo govoriti, vse me je zanimalo, tak nek mir, neka nirvana se me dotaknila in jaz nisem takrat mislil, to bom zdaj vsak dan imel, ne. Ok, to sem probal, bom to vsako toliko tako kontrolirano. Ne. Ok, zanimivo. Ja. To me zanima, ne? Kaj, to se je ful težko spomniti, kaj takrat si razmišljal, ne? Kakšen je bil plan, kakšna je bila strategija, ne? Ker veš, pol ti uide izpod nadzora, ne? Voziš tega konja, ne? Zdaj ga imaš vajeti, ne? Ko bom prišel, tam je ena taka skala, ne? Veš, kako bom jaz to, ne? Imaš plan, ne? Pa priješ tja, pa se začne. Zato me to zanima, ne? Kako si takrat razmišljal, ne? Ne, sem kot vedno prej, bom vsako toliko, to obvladam, to kontroliram. Sicer, ko se zadev mi je dol veselo. Ko sem se prav zadev, ko sem pošmrkal mi. A pa ste to dosti veliko dozo vzeli že prvič? Ne. Ma tako razlika, veš, tudi zdaj heroin danes in takrat je bilo velika razlika. Čeprav danes, če sem prav slišal, imam veze v policiji, tako pa se poznam. Zato pa je toliko smrti zdaj, pa je, da prišel ful čist in čist je problem, ne zmešan s čim drugim, kaj je nevarno. Tudi to, malo, ampak to v manjših merah zdaj, ne vem. Ne zelo močen. Če se prav, zdaj, ne vem, če bi 10% heroin na ulici. Ne. Zdaj, ko sem slišal, prišel 60%. Ne. In ti vzameš isto dozo od tega in je avtomatsko preveč in overdoziraš. Ti pa ne veš, koliko je bil ta prvi čist, koliko je... Ne, se ne spomnim. Vem, da je bil boljši. Je rekel, to je dobra roba. Ja. In pol naprej, recimo, vi ste žurali, ste to začeli vzemati redno? Vedno manj sicer heroin ni lih droga za žuranje, ne. Si je bolj tak, chill out, da se umiriš, da si sam, ne vem, razmišljaš, greš nek svoj svet, ne, niti toliko, si rad na miru, ne da te motijo, se pravi, kakšen gavioli ali kakšen te diskoteke, to odpade, ne. Se pravi, žuro si še vedno, ampak takrat nisi heroina. Ja, tako. Ampak se vedno manj žuro, vedno več sem imel rad da sem v tej družbi, ki smo vsi se šmrkali, zadevali in pa smo bili lepo tam zadeti, ležali, če kdo je rekel, če sem bil tiho, pač fajn mi bilo tako. In fajn je bilo tudi doma,
ker nisem več, prej sem se me vedno dotaknil doma, ta kreganja in vse je to vplivalo na me, tam pa, ko sem bil zadet, mi dol veselo. A si domov prišel zadet ali si doma zadeval? Ne, doma še nisem. Še nisi. Pol kasneje pa ja. Ja. Kasneje pa ja. In pa ste, če sem prav razumel, vedno manj ste hodili na žure, ker vam je to vedno manj bilo zanimivo, vedno bolj vam je bila zanimiva ta intima, da ste se usedali pa ste imeli nek obred. Ja, ker ti pač ti, ko jemlješ heroin, ti sprošča te endorfine. Ja. Mislim, ne namestiti te endorfine ugodja, ki ti sprošča, ampak ti je fajn ob določenih stvareh, ki počneš, ne posod ti ne paša in je pasalo to. In vedno bolj se to je to, ti se vedno bolj izoliraš v sam svoj svet, samo sebe, ker na koncu mi tudi ta družba mi neč pasala, se hoče biti samo sam sabo. A je? Ja, se izoliraš v bistvu. A se spomniš, kdaj si prvič sam vzel? Ja, ko sem šel na maturantski izlet v Španijo, ja. In sem vzel, to je bilo drugič. V bistvu drugič, ko sem vzel, si že sam? Ja. In bilo ful strah, sem to zapakiral v parfum, po drugi parfum. A ja, čez mejo si? Ja, bilo ful strah. Takrat še ni bilo evropske? Ne, ni bilo evropske. Ne. Pa ste šli z avionom? Ne, z avtobusom sem šel do Španije. Sem to psi zavohajo, ali ne? Zdaj je bilo v parfumu, zdaj mogoče bi, mogoče ne bi, kaj sem, ampak niso nas pregledali nikjer. Okay. Sam si bil pripravljen, ja, sem bil, ja, kaj. Ko gremo se imeti fajn, sem šel tam na maturantski. Koliko si pa vzel s sabo? 2 grama sem vzel. A to je dovolj za koliko? Za me, ki sem bil začetnik, bi to bilo dovolj. Tisti heroin, ki bi bil dober, takrat bi bilo to dovolj za 4 dni, 5 dni. Vsak dan, enkrat? Ja. Aha, za 4 doze pol v bistvu? Ja. Okay. Ker takrat si vzel, sploh ko veš, kaj, tudi jaz sem bil na začetku, nisem bil še moj telo, ni bilo še navajno na heroin, nisem vzel. Mala doza ima velik efekt. Tako. Ampak me je bilo strah in se spomnim, se to vse pošmrkal naenkrat. Kako si rekel 2? 2 grama, ja. Sem to pošmrkal naenkrat, sem šel na plažo in tako so mi rekli, da ob 10 sem za kinko zaspal in do 10 začel 12 ur sem jaz ležal na plaži. Ampak oni so mislili, da si zaspal. Ja, si ti zaspal zares ali si samo zaspiš, zakinkaš in ko preliko doza dejansko tudi zaspiš. No. Tako da, ampak nisem me mogli zbuditi. Potem sem prišel k sebi in sem bil še malo tako motič, ima drugi dan je bilo pol vse v redu, je bilo normalno. Kako ti je pa bila ta druga doza, ki je bila večja? Je bilo toliko boljš kot tisto? Ali... V začetku ful dobro, ampak pol ti pravim, je zmanjkalo. Prvič sem užival v temu. Nisem zaspal, to je pa me zmanjkalo. Tako da nisem toliko je bilo, da si... Ja, preveč je bilo. Če se ne spomniš občutka? Ne. Čutiš mu lepo, te zmanjkuje počasi. Veš, se ti zapirajo oči, kinkaš, kot doma, ko gledaš film. Da ti paše malo, pa bereš knjigo, pa ti malo zmanjkuje, ti paše. Pa se malo še upiraš, ker ti paše to občutek. Ja. Tam pa je isto tako. Malo podaljšuješ ta feeling, preden zaspiš. In pol nisi imel, a si kaj, zdaj si imel 2 dozi čez, a si takrat, ko nisi vzemal, a si pogosto razmišljal o tem, a si pogosto želel si tega občutka, ali pa čakal, kdaj bomo spet? Ne, ni bilo še to tako. Ni bilo sploh? Ja. Ni bilo še tako, imel sem še vedno še vedno so me zanimale in punce in ping-pong sem pustil, nogomet me še vedno zanimal. Tako sem še neke druge zunanje faktore, ki so me veselili. To počasi to zanimanje, te stvari pol upadalo, ker še sem imel tako mogoče pol enkrat na mesec, pol je bilo to že 2-krat na mesec, pol je bilo 3-krat in večkrat, ko sem imel heroin, manj so me zanimali pol te druge stvari, vedno bolj mi je bil všeč pač ta feeling, ta občutek in vzeti ti skrajšam, da ti ne gre nekaj na dolgo in široko. 3. letnik pol nisem naredil, ker sem postal vedno bolj odvisen. Sem začel že početi stvari, ki jih prej ne bi nikoli, naprimer sošolcem sem kradel iz torb, naprimer že denar, ker denar za malco mi ni bil več, nisem dal za malco, sem dal za drogo, ampak to ni bilo več dovolj, ker zdaj pa že ni bilo dovolj. Ena dozica, zdaj je potreba po heroinu rasla, se pravi, moj telo je zahtevalo več. A si med tednom ne na žurih, a si kdaj čez dan začel takrat? Tudi. Čez dan? Tudi čez dan, tudi med tednom. Ti pa friend? Sta bila skupaj, ki si rekel, da sta z enim friendom kradla? Ja. Jaz pa friend ali pa tudi sam, ni mi bilo več. Ti pravim, samo da jaz imam. Koliko je bilo časa med tem prvim pa to, da si recimo začel kradati? Eno leto. 1 leto. Tako okvirno.
Sem videl, da se nekaj dogaja z mano, sem videl, da ni v redu, nisem vedel, da lahko postaneš ti fizično odvisen od heroina, tega nič nisem vedel. Kako pa ne? A nisi videl ljudi, ki so na cesti? V smislu, ne, to je samo na igli, veš. Izgovore si iščeš, interneta še takrat niti ni bilo, kaj sem. Pač sem isto filmi, si tak samo filmi, a pa tudi nočeš videti resnice in si lažeš sam sebi še vedno in tako da toneš, vidiš, da toneš, ampak sej bo, samo od sebe se bo, zaenkrat danes bo še tako, jutri bo drugače, ali pa tako take izgovore si iščeš. Ja. In, to ločnico si ti imel med tem iglo pa tem, ne? Ma to jih ima večina, dosti časa. To ima večina, to je danes. Mislim, imaš teh stereotipov milijon, koliko hočeš, ne? Teh izgovorov, bom rekel, ne stereotipov. Jaz nisem narkoman, ker sem na kokainu, jaz nisem narkoman, ker sem na travi, jaz nisem narkoman, ker sem na tabletah, jaz sem čist, ker sem samo na metadonu. Jaz nisem, ker nisem na igli, ne? To imaš takih. Vse isto, ali si na igli, ali šmrkaš, ali kadiš, ali si na kokainu, ali na travi, se pravi. Substanca je v telesu, ne? Substanca je v telesu in nimaš odgovornosti, zanemarjaš svoje življenje, lažeš, manipuliraš, zgubiš službo, ne vem, mečeš stran denar, uničuješ družino, isto je. Samo substanca je druga, način življenja je isti. Se pravi, to so samo taki te čip izgovori, da si lajšaš vest, ampak samo sebi v resnici veš, da ni tako. Kdaj pa je bilo prvič tisto, da si mogoče da si dno dosegel ali pa da si se začel zavedati, da ne moš tega kontrolirati? A si že bil na igli ali ne? Ne, sem na iglo šel, ker sem dosti pozno. Veš kaj je bil, 3. letnik sem pol padel, nisem naredil. Nisem naredil in staršem nisem povedal, starši sploh nisem imeli pojma. So videli, da se nekaj dogaja z mano, da nekaj ni v redu, ampak to je pa tisto. Niso prišli stvari do konca. Tudi oni so si iskali izgovore. Samo puberteta, se bo samo od sebe se rešilo, niso šli preveriti, kaj se dogaja, tako da sem jaz, noben me ni ustavljal, sam sebe pa nisem znal. Tako da sem padel po 3. letnik, sem še hodil 4-5 mesecev v šolo, sem ponavljal. Sam telovati bi sem šel, pa kakšne geografije, ki mi je bilo fajn. Pol sem rekel, da nisem naredil šole in se spomnim poleti, Piran, 40 stopinj, ti ko pa nimaš heroina, te trese. Mrzlo ti, zebe te. In jaz sem na plaži, vsi se potijo in to mene pa trese, mene zebe. Pejdi se kopati, kakšen kopati, bom zmrznil, ono je ledeno morje za me. In takrat sem rekel po mami, da sem odvisnik, da sem na heroinu in smo se zmenili, da me zaklene v sobo in da nimam ključa in da karkoli rečem, karkoli naredim, en teden sem jaz v tej sobi in ne grem ven. In to je bilo prvič, ko sem jaz imel to abstinenčno krizo, ko sem kriziral. Je bilo težko, sem dal skozi. Kako, da malo piš to? Abstinenčna kriza ti je tako. Prvi dan že malo si tako nervozen, si živčen. Drugi dan že začenja, zgubljaš apetit, se ti ne pije, vse ti že postaje tečno, sam sebi si tečen. Tretji dan je pa slabo spiš, ne spiš. Malo ti vroče, malo ti mrzlo, pa nogi ti plešajo tip-tap same od sebe, čisto taka nervoza, pol pa tretji dan je preživiš, 3-4, tretji, četrti dan preživiš in tako na školki, driska, bruhaš. Vse lukne, bruhaš, nimaš kaj bruhat, ker ne ješ, bruhaš žolč, iz nosa ti teče, oči imaš solzne, pač se to tekočine grejo ven iz tebe in... A si zdržal ta teden? Ja, sem zdržal. In sem mislil, da je to, ne. Saj sem 10 let, 15 let sem mislil, da je to, ne. Fizična kriza. Jaz se rešim substance. Jaz se rešim heroina in sem v redu. Ne, jaz sem 15 let živel odvisniško življenje. Ne. Danes, ko hodim na pričevanja, jih vprašam. Tako rad začnem tako, pač kaj je to odvisnost, povejo. Vsi prav povejo in kaj je najhujša odvisnost. Vsak ima nekaj svojega v glavi, pol pa jaz povem, kaj mislim. Po mojem je najhujša odvisnost način življenja, način razmišljanja. Ker to je najtežje spremeniti. Ti pač dejansko substanco jo opustiš in ni več, ampak in to lahko iz danes na jutri narediš. Ne moreš pa iz danes na jutri spremeniti način razmišljanja in način življenja. Ja, pa rutino, da si ti zvečer takrat vzel, ali pa prijatelje, ki jih imaš. Ne?
Ti moraš spremeniti življenje korenito, ne? Ti moraš dejansko spremeniti. Zdaj, en rek je dober, ni dovolj sprememba, mora biti sprememba na boljše, ne? Ker samo sprememba ni nič. Ne? In jaz sem se s tem ukvarjal 15 let, substanca. Jaz bom pustil in pol. In vsakeč, ko sem pustil, sem bolj trpel, kot prej, ko sem imel substanci, ker sem imel nizko samopodobo, nisem imel nobene samozavesti, drugi so me prešišali v lifeu, so imeli že službe, končane šole, to jaz nisem imel nič. Se pravi, nisem mogel ljudi pogledati v oči, ker še vedno, tudi če sem bil čist, sem se počutil še vedno kot narkoman. Ne? In sem bolj trpel, ko sem bil čist, ko nisem, tako da sem vedno padal nazaj v tisto, pač v to odvisnost, kjer sem se nekako počutil varnega, čeprav sem vedel, da to ni zdravo, da me to uničuje in vse, ampak tam sem se počutil jaz dobro. V bistvu slabo, ne, tako. Ja, dobro, verjetno tisto obdobje, mislim, ko si bil zadet, ne. Ma sej ni več, veš, jaz na začetku prve leta je bilo fajn, občutek zadetosti, pol si itak si rabo vedno več. Aha. In ni bilo več fajn, je bilo vedno že občutek, čim vsakič, ko sem se zadeval, je bil občutek kriv, da vsi iščejo tisti feeling, ampak ga ni več tistega feelinga, kot bilo na začetku. Bolje vedno, jaz sem se moral drogirati, če sem hotel jesti, če sem hotel hoditi, če sem hotel gledati televizijo. Pa je to v bistvu reševanje, ni tisto, imam normalno življenje, pa tisto me dvigne gor, je lepše, tisto je v bistvu si dol, pa moraš priti gor, ne. Ni pa ne vem, koliko lepo, ne. Ne. Aha, zanimivo, ja. To v bistvu rešuješ ta svoje stanje, ne. Ja. In sem se ukvarjal, šel sem vmes na metadon, spravi to substitucijo, vsi mi vprašali, jaz nimam nič proti metadonu, res nimam nič. Je ful dobra stvar, če bi jaz sem na heroinu, heroinska kriza recimo, da traja en teden. Ne? Jaz en teden pijem metadon, v enem tednu se metadona ne navlečem, heroinska kriza mi gre mimo in sem čist, pol obvezno moram še nekaj naprej narediti. No seveda, ker si sam fizično rešil, ne? To, kaj je pa najmočnejše, pa nisi, ne? Tako. Ja. Zdaj, ne podpiram pa tega, da se deli, da se metadon pije leta in leta, tega pač ne podpiram, ker je zamenja se v bistvu ena odvisnost za drugo. S tem, da heroin je, koliko toliko je pač naravni, metadon je sama sintetika. Ne? Zdaj, če grem na klinični, mi vzame vzorec iz kakšnega hrustanca, kosti smo še vedno metadon v sebi. To se ti zažre not, heroin te gre ven po 2-3 dneh, metadon par tednov imaš not v sebi. Ne? Koliko je pa primerljivo, recimo, ko si šel ti na metadon, koliko je primerljivo bilo občutek ali pa... Od heroina si malo prej zadet. Malo prej, hitreje. Metadon pa malo kasneje prime, ampak si tudi zadet. Je pa pol tako, ko se navadiš na metadon, ni več občutka zadetosti. Tako da vsi, ki hodijo na metadonsko, 90% jih še vedno zraven je še vse ostalo, kar lahko dobijo. Ja. Zato ne podpiram tega, ker je... Zakaj pa jih ne testirajo prej? Se jih testirajo. Da nimajo nič, pa pol dajo metadon. Ampak ker so tle farmacevtski lobiji zadaj in zavarovalnice in tle se vrti toliko denarja, da so tle drugi interesi. To je v sklopu zdravstvenega zavarovanja, če jaz recimo postanem odvisnik, pa rabim metadon, je to vse v sklopu tega. Takrat je bilo pred leti, zdaj ne vem koliko je danes. Pred leti je bilo tako, da za vsakega odvisnika, samo za metadon je bilo po 50 € na dan. Zdaj pa še vsi razne tablete, antidepresivi, antipsihotiki, ne vem, uspavala, to, ne, in prej so se pogovarjala, kako si manipuliral psihiatre. Ja, takrat je bilo treba manipulirati, zdaj niti ne rabiš, zdaj ti sami predpišejo. Ker jaz sem bajer, ti si lek, prijem k tebi, ki si zdravnik, rečem, dej, ista tableta, samo drugače se kliče, dej ti predpisuj moje, ne. A zaradi tega več predpisuje, ali samo drugo stvar? Ne, tudi več. A tudi več? Ja, ker bo dobil bonus na koncu leta. Aha, ok. Tle se pravim denar je v zadnji. Ne pri vseh, ampak so tudi taki v redu, ampak kot posod so dobri in slabi. Seveda. Sam dosti tako, če rečeš kaj slabega, ali pa če kakršnokoli kritiko, ne, si na zelo tankem ledu, a ne. To je glede vseh lobijev ali pa glede nekih industrij ali pa strok bom rekel. Ne. No, zato, ker nisi del stroke, ne, in potem nekaj kritiziraš in pa te... Zato je, ampak sigurno je to res, kar si rekel, da obstajajo stvari, ki se ne delajo prav, ne, da bi se lahko boljše delali. Tako da to je cool, da izpostaviš. Ne. Ja, pa se to ne velja samo za odvisnike, ne, mislim, farmacevtski lobiji, danes imaš tableto za
za kar hočeš, ne, za vse živo. Ne. Se zdaj z enim psihiatrom pogovarjal, da imamo mi še precej srečo v Sloveniji pa v Evropi. Ko v Ameriki je to krat 10. Katastrofa. Ker to je biznis je v bistvu. Dejansko bolj kot klene. Klej je biznis, ampak vseeno imamo neke vzvode, ki ščiti, da se ne predpisuje te amfetamine, ja. Otrokom dajo, Ritalin pa Adderall v Ameriki fulne, pa študenti uporabljajo za učenje. Učenje, ja. Za fokus. Jaz sem zadnjič bral en blog, ko se komentira in vsak govori zase svoje izkušnje. Slovenski blog? Ne, ameriški. Vsak drugi je na opijatih. Vsak drugi na opijatih. Ja, tam imajo zdaj krizo odvisnosti v Srednji Ameriki, ker je revščina, brezizhodnost, potem neke tablete dobiš za protibolečinske, potem se navadiš na njih. Ja, posod je to veš, posod. To je tako se globaliziralo in da... Ja. Iščemo nekaj, kar ne najdeš v svojem življenju, navadnem življenju, ne brez... Točno to zdaj smo ful malo tako, jaz sem imel praznino, jaz v tem moji odraščanju, jaz sem imel neko praznino v sebi. To, manjkalo mi je ta čustvena ljubezen, dejansko mi je manjkalo. To čustvena ljubezen lahko razčleniš na več stvari, ampak in to praznino sem jaz polnil, se pravi z umetnimi občutki. Si jo začutil takrat nekaj, kar ti je manjkalo, kada je en delček se zafila. Ja. Aha, okej, ne. In vsak, ki ima neko praznino, vsak polni na nek način. Zdaj nekdo najde tudi kakšen dober, zdrav način, zato napolniti, ampak večina začne z slabimi pole. Vsi smo odvisni od enih stvari, ene stvari so... imajo večje posledice, ene stvari nimajo, ampak vsi smo nekako odvisni, že od drugih ljudi smo odvisni. Rato že tisti, ki je bil dosti časa osamljen, pozna ta občutek, da ti dejansko rabiš druge ljudi, samo je to pozitivno, lahko je pozitivno. Odvisni smo od velikih stvari. Ja, seveda. Mislim, človek je družbeno socialno bitje, rabi to neko zdravo odvisnost. Ali pa do dela, do ustvarjanja, če ne ustvarjaš, spet depresija. In zdaj, če imam izven balansa te stvari, odnosi, kot si ti rekel, delo, malo sem depresiven, nisem zadovoljen, kam sem prišel v življenju. Potem pa najdem eno stvar, ki je umetna, lahko je tudi naravna, ampak nekaj, ki zelo, tako, kar malo pohekaš, kar malo obvodje. Zato so toliko mogoče privlačne te stvari. Ker je bližnica. Bližnica je. Do ful stvari. Bližnica in tako, veš, to so vse umetne stvari, ki so zdaj sreča, ti si zadovoljen, ne vem, greš hodiš teč, tam si sproščajo te endorfinčki, ugodja, pol povzameš, ne vem, pošmrkaš koko in to je krat 1000. Naenkrat, ja. Kaj še tek, nočem več tek, jaz hočem uno. Ampak kako si rekel, moraš, če greš to gor, moraš to plačati z nečim, z nečim moraš plačati. Že s tem, ko se navadiš, si pol vedno manj zadovoljen, z istim občutkom mogoče, vedno več. Vedno več. Telo hoče vedno več. Še kaj me zanima, ko si prvič z iglo začel, a je bilo takrat opaziti kakšno razliko v občutku, ali je bilo samo hitreje? Ne, jaz če zdaj kadim na folijo, heroin, pač nekaj dima mi gre mimo, ga ne zajamem celega in to, ker gre v pljuča, krvni obtok, možgane, to počasi izpostavim zadet. Če pošmrkam, to gre v nos, sluznico se stopi, dokler prije spet krvni obtok traja. In nekaj mi ostane v nosu in tako. Zdaj, ko pa jaz to dam na žilo in ko dam to injekcijo na žilo, je tle 100% skupiček, nič ne gre ven in to ne gre počasi okoli, ampak to gre direkt v srce in v možgane. Se pravi, temu se reče flash, kot je zadane. Ta flash je močnejši kot če šmrkaš. To je par sekund, ali kako je to? To je stotinka. To je bum, to je direkt. In ko enkrat začutiš, ko si rekel, prej si rekel, ko začutiš je še močnejše, še boljše, ne bom več šmrkal, ostaneš na igli. Verjetno si kdaj pol še kaj sem, ko nisem najdolžile, ko sem znorel in ali sem si nabil v mišico not pa stisnil, ali pa sem, ko sem vedel, da ne bo šlo, da ne bo več žil, pa sem pol pošmrkal tudi spet, ampak ni to. Kaj pa ti je dogajalo v glavi, ko si prvič z injekcijo? Ker to je bil tisti pol,
To so oni, ki na ulici, ki vzemajo preko igle, jaz nisem tak. A je pa bil nov izgovor, oboji vzemamo iglo, ampak jaz nikoli ne bom na ulici, ali pa nek nov izgovor, ker se ločiš od njih. Ne? Bil je zgor, punca me pustila v tistem obdobju, itak sem že klošar, nisem več hodil v šolo, nisem delal, nisem izpital za avto, bluzo sem popiral, vse sem bil, itak sem bil, si moram priznati, sem bil klošar, ampak tukaj sem še vedno mislil, itak, če je šlo že pa vse naj gre, ne. Denarja nimam več, zdaj če pošmrkam duno malo, ne, se šel s tem, z enim prijateljem med navednicami, on mi je rekel, deva skupaj, deva tako, ajde pa deva tako. Skupaj prvič? Ne, on je že. On je že? On je bil že Džomba. Kaj to pomeni? Da je bil že veteran, izkušen. Džomba? Ja. Nisem nikoli slišal. V vojski je bilo Džomba, veš. Nisem, vidiš, starejši v vojski so bili Džombe, oni, ki so na novo stopili, so bili gušteri. Se pravi veteran, profesionalc. Ja, profesionalc, tako ja. S tem, da sem si že prvič, oni da mi je toliko dol veselo za vse skupaj, da sva si delila še isto iglo, s tem, da on bi lahko imel ali HIV, ali hepatitis, ali karkoli, tako da mene prav dol veselo. Ne. Aha, takrat je bilo vse? Ne, vse nam je bilo. Ne. In ko sem enkrat vzel, sem ostal na igli. S tem, da zdaj spet malo teh stereotipov, urbanih legend, da lahko overdoziraš samo na igli, lahko overdoziraš samo od heroina. To ne drži. Jaz sem overdoziral parkrat na igli, sem pa tudi, naprimer, enkrat sem pošmrkal, sem zaspal na poštru z glavo nazaj, bruhal sem, in bruhanje mi je šlo na to pljuča, sem bil 3 minute klinično mrtev, 2 tedna sem bil si bil to doma, kaj se je zgodilo, nekdo najdel? Mama me najdela, ja. In pa sem bil 2 tedna v reanimaciji, intubiran, poden od podna za človeški ponos. Ti si se zbudil v bolnici? Ja. In tubo si imel v želodcu, ne? Ne, v pljuča, ja, za dihanje. Kaj si... Jaz prvo nisem bil, nisem mogel odpreti oči, nisem mogel nič, bil sem v komi. Sem pa vedel, kje sem in kaj sem. Aha, medtem, ko si v komi bil, si vedel, kje si. Ja, vedel sem, slišal sem nekaj, sicer tam je čas zgubi, meni se zdelo, da sem tam že mesece, v bistvu bil mogoče en dan, 1 ura, ne vem, pač sanjaš, bluziš. Videl sem te, ki pravijo vsi te, neko luč sem videl doma, to ne v takem smislu kot drugi. V kakšnem pa? Imam neke moje, ko neko upanje, dej se ni še, evo ti zadnja lučka, ne, evo ti še to, še je, lučka je posvetla. Takrat si prav tako začutil ta občutek? Ja, da je še, da ne boš spuško koruzo. Vsema ne vem, sem takrat bil že, sem bil v komi, nisem bil v komi, tega se ne spomnim. Ampak takrat, ko sem to pošmrkal, nisem bil odvisen, nisem bil navlečen. Sem po parih mesecih sem spet enkrat vzel in sem prišel v komo in zdravniki ne vejo, oni vejo zakaj, si ti bil v komi, ne vejo pa si ti navlečen ali nisi. In takrat je nevarno, če si v komi, da imaš še abstinenčno krizo in so mi oni še dali polmorfi. Tako da, ko sem bil v komi, sem se navlekel spet na... Morfi so ti dajali? Ja. Zakaj? Morfi, heroin, opi, to vse isto, samo... Vem. Zakaj so ti dali? To je protibolečinsko ponovadi uporabljajo, ne? Ja, ampak ker so mislili, da sem navlečen, da sem odvisen. In zdaj, če sem že tako v komi in mi ne delajo notranji organi, slabo mi delajo, in še da imam abstinenčno krizo, ne bi telo zdržalo. Ja, bi lahko umrl. Razumem. Jaz sem se navlekel še ko sem bil v komi, sem se navlekel spet na to. Morfija. Ja, in se spomnim, ko sem prišel k sebi, mislim, največji poden mi je bil, ko mi je imel sem pelenice gor, prišla je mi čistila rit, mlajša sestra enega mojega prijatelja, mislim, da je bilo pravno. Še mali kraj. Tako ponižujoč, ja, se poznaš. In kaj je bilo, in oni tubu sem dobil ven, sem začel dihati, spet normalno, vse normalno. Pač meni se zdelo normalno in želja spet po drogi. Želja po drogi, morfija mi niso več dali in sem pa imel doma še 1 gram v stripu od Alana Forda. In pride mama na obisk in rečem, dolg čas mi je prinesi mi par stripov tam gor. In sem čakal 24 ur, sem komaj čakal, da bo drugi obisk in prinese napačne. In potem sem rekel, ne, drugič mi prinesi točno tega. Ni nič posumila? Ko je prinesla, drugič ga je posumila, rekla, da nimaš ti kaj notri. In ga je prelistala in noti bil paketek. Paketek je padel na tla, mama ga ni videla. Jaz sem rekel, pejdi domov, ker sem zmatran, se mi spi. V šok sobi tam enega liho življajo, ne vem kaj. In
pač jaz sem imel vse po žilah, te metuljčke, to sem se vse potrgal, sem pobral ta paketek, sem poklical, mi je padlo ven, dajte mi na zanosi, ko jaz bom imel ta paketek za zvečer, ko ne bo nobenega. Zdržal sem 15 minut, pokrčil kolena, naredil sem si to frulico, slamico in sem v šok sobi povlekel takoj spet. Vse, ja. Vse. Pa sem lih sem se rešil. Toliko je močnejše. Kaj pa pol, ko je to popustil? Kaj bi bil pol plan? Popustilo, pa sem bil pa še 2 meseca skoraj gor na oddelku sicer za diabetike, pač ker ni bilo drugega prostora in gor sem bil 2 meseca. Nisem mogel narediti enega počepa, enega skleca, imel sem 60 kg. 60 kg? Ja. Koliko imaš pa zdaj? Zdaj imam 92. Ampak tam nekako sem analiziral, kaj se mi je zgodilo in po 2 mesecih, ko sem prišel iz bolnice, nisem več. Mi ni padlo na pamet, ker je bil ta strah, sem šele razumel ta strah, človek, ti si bil skoraj mrtev. Aha. A to je prevladalo na tem? Prevladalo, ja. Aha. Tako da sem prihajal v sebi, začel jesti, spet sem prišel z zdravo družbo, stare prijatelje, nogomet, vse, ampak še vedno petek, sobota pit, trava itak za meni je bila droga, še vedno to. Izpit za avto bomo, ko bomo, na šolo sicer sem se upisal po izpitih, ampak malo ja, malo ne, tako da še vedno sem živel odvisniško, še vedno samo brez substance, tako da je samo bilo vprašanje časa, kdaj bo ta strah poniknil in da bo spet ta predrznost narasla. Ali pa šansa taka, da si nekje... Šanse so bile, ampak so bile še, so bile šanse, samo nisem hotel, strah mi je bilo še vedno in ti pravim, in ne bi niti tako, da bi drugje, če bi spet sam. In je bila, prava šansa je bila, ko starši so šli v Zagreb, en prijatelj je bil tam, en je bil tam, Piran po zimi, ni mrtve mačke nikjer, zunaj dežuje, v fitness ne grem, na kolo ne grem, teč ne grem, ker je dež. Na televiziji ni nič, to in ne, vse mi prezveze, grem na sprehod. Grem na sprehod po Piranu, točno vem, kam grem in točno vem, koga bom srečal in srečam dilerja in rečem ne. Grem po drugi poti, a on gre po drugi poti in to isto. A hotel je, da se vidva srečata? Jaz sem hotel. On je šel po drugi, ti si pa... On je šel in sem ga srečal še enkrat, čakaj, zdaj pa, to je pa usoda, tle nimam kaj. In vzamem, sem kupil, spet heroin, sem prišel domov in sem ga vrgel vece školko in potegnil vodo. Ga nisem vzel. Drugi dan sem povzel. Nisi cel ga vrgel? Unidan, ko sem... drugi dan si spet šel kupiti? Spet sem šel kupiti in ga nisem vrgel. Sem povlekel in spet si not. Tako, vsakeč, ko začneš na novo, nikoli ne začneš od začetka. Vedno začneš tam, kjer si končal in vedno hitreje toneš in vedno manj verjameš v sebe, hujše stvari boš počel, še manj vrednot imaš, še manj načel in tako da vedno manj upanja imaš samo v sebe in samo spet eno isto, spet. Kaj pa, ko si prišel ven iz tega, se pravi, si naredil to, si prišel ven iz tega, kaj je bila pol misel? Spet bom šel čez vse to, ali kje bom naslednjo stvar dobil? Ne, spet je bila una, spet en isti zgori, zdaj pa bom drugače, zdaj bom pa res ta je bila zadnja. Okay. Ja, enkrat ni nobenkrat, zdaj bom res vsako toliko, zdaj se bom pametno drogiral. Zdaj bom drugače, zdaj bom spremenil strategijo. Ja. A greš vedno slepo ulico in veš, da je slepa ulica, ampak kar trmariš in greš not. Okay. Da je bilo pa najhuje je bilo to, kar si opisal, da si bil v bolnici, ali je bila kakšna pol še? Ne, prelomnica je bila, ko sem bil pri temu, ki so se skupaj prvi ziglo. Imel sem $1000 v roki, kavbojke, krvave, cel umazan, neobrit. On je bil na postelji, je spal, zraven njega je bila neka kurva, pijana, vse smrdelo. Jaz sem bil na Oba na heroinu? On pa... Ja, tudi. Jaz sem bil pa na tleh, na tepihu, sedel, naslonjeno omaro, zraven 2 psa njegova, vse umazano od drekov, od teh psov in jaz sem tiščal $1000 v roki in se guncem in čakal, da se on zbudi, da mi proda drogo. In sem rekel, kam sem jaz prišel. Aha, tako si opazoval okolje, sebe, kje si bil. Kaj sem bil in kaj sem zdaj. In ona je bila prelomnica, ampak še vedno ni bilo dovolj. Ne, da si jaz, veš, samo se odločiti ni dovolj. Enkrat rabiš, vsakdo rabi pol neko, tisto je bilo moje dno, ona je bilo dno. Ampak sem rabil
nekoga, da me dobesedno prisili, da me brcne, da me pošlje nekam. In kdo je bil to? se je še nadaljevalo, pol je bilo to, ko so me vrgli na cesto starši. Une je bilo dno, to je bilo pa, da sem res počel dno, ko so me vrgli na cesto. In nisem bil cestni človek, krasti nisem mogel več, ker so me vsi poznali. Si spal zunaj? Ja. A veš kaj, sem šel zdaj v takem času maja, dol, ni več, ni mrzlo. Kada poletje sem preživel, prijo turisti, ne moš videti, kaj nosijo sabo se na plažo. Na plažo, ja. A ja, si kradel na plaži. Ja. Kaj so recimo nosili? Jaz bi enkrat enemu bi lahko vzel BMW-ja, ključe stanovanja, denar, vzel sem mu denar in mobitel, drugo sem mu pustil. On je plaval? Ali kaj? Ja, on je plaval. Ja. Oziroma nekam so šli, ne vem kam pustil. Še noček, da so si videli. Mislim, imaš take. Mislim, se sprehajaš, greš lepo od Lucije pa do Pirana, se sprehajaš lepo po plaži, malo se sedeš nekam, opazuješ, vidiš. Pa si zgledal kot ki si jih ti takrat gledal? Jaz nisem tak. Kako bi ocenil? Zgledal. A si zgledal narkoman? Sigurno sem zgledal, ampak sam sebi ne priznaš, da zgledaš tak. Sej sem še v redu, sej sem dober, ne. Se te vidi na kilometr. Kaj, suh, bled? Ja, suh, zanemarjen, tak. Živčen, prazen pogled, nervozen, pač nakriziran, kregljiv, tak. Našpičen, ne vem, ko bi ti rekel. Se te vidi tako, da ta ni normalen. No in pol, ko so te turisti šli stran, sem se vrnil, na cesti nisem za obed, bilo je mraz, vlačen sem bil, tako da sem šel nazaj domov, polno obljub. Valjda po 2 tednih je bilo spet isto in takrat ni bilo več možnosti za obljube, takrat je bilo ali greš v komuno, ali pa za nas ne obstajaš več. In sem vedel, mislil resno. In sem samo malo, nisem šel v komuno, da spremenim sebe, ampak da imam streho nad glavo, da imam za jesti in za piti. A je bilo to dobro, da so ti to rekli? Ja. Boljše je bilo, ampak pač tisto takrat je bil pravi čas, takrat se je zgodilo in je bilo dobro. To ne pomeni, da te starši nima radi, to pomeni, da te imajo radi. Ampak ker na druge načine ni šlo, pač... To je bila zadnja, ki bi lahko naredila oni, ne? Ker se drugega ne morajo, ne? Seveda, tudi moramo misliti na se. Moramo misliti. In zakaj si šel v komuno? Zaradi tega, da ne bi bil odzuni? Ja. Samo zaradi tega? Ja, pa ajde, pa probamo. Čeprav sem bil že na par teh sestankov, ko so bili eni kot jaz, ki so že končali, itak so imeli oprane možgane. To so vsi neki fuknjeni in te ima oprane možgane, kaj bluzje neki, da te nimajo pojma, itd. Potem sem pa prišel na priprave, sem šel v komuno, šel na priprave na Litijsko, v Ljubljano. In kot sem ti rekel prej, jaz sem manipuliral psihologe, psihiatre, terapeute, psihoterapeute, to sem manipuliral, tle pa bil en fant, ki je končal komuno. Koliko star? Takrat je bil pa nekaj, okrog 30. Ko jaz sem imel 30 let. On je že šel čez to. On je končal že komuno in je že tudi delal. In jaz sem imel pripravljeno svojo zgodbico, kako bom, še sem bil z mamo tam. Kaj je bila zgodbica? Zgodbico tako, ko sem jo prepovedal terapeutom, sem jo znal že na pamet. Nisem bil zdaj sam, varovanje osebnih podatkov in ne vem kaj, in sam si pri terapeutu. Tle so bili še druga, ena hčerka z mamo, pa en fant je bil z očetom, pa to in predvsem. In jaz začnem svojo zgodbico govoriti, ja, ma zdaj punca, pa šolo bom, pa to in on samo tako, ma kaj boš ti kurčeva glava, ma kašna punca, kašna šola, le kašen si. Stari mi je dvignil pritisk, sem ga hotel tam skočiti na njega, mi je dvignil pritisk. Tam je še govoril, sem bil čisto živčen, se vozim z mamo domov, razmišljam, kaj mi je tip tako dvignil pritisk. Resnico mi je. Njega nisem. Manipulirati manipulatorja ne moreš. Ne. Ja. On je vedel vse v te fore. On je dal vse skozi in je točno vedel. In vedel je, kaj mi povedati in vse je vedel, kam pritisniti na ponos in vse je rekel, zdaj boš ti videl. In sem se skriziral spet doma, sem šel na te priprave in potem sem šel v komuno, v Italijo dol, skupno srečanje. Pričakoval sem valjda vse negativno, ker 15 let odvisnosti, pogledam nazaj, se obrnem po življenju, sem bil odvisnik, preteklosti črnogleda, prihodnosti sploh ni, ker ne nimam upanja, sedanjost pa je itak v kursu, tako da sem si pričakoval vse samo najslabše, itak si stalno nek pesimist, nimaš nobenega upanja. Pa, ko sem prišel tam, sem pa že videl, že sam ta prvi sprejem, ko je bil, nisem rabo nobenega vikati, nič, isti fanti, isti kot jaz, z istimi težavami, me razumejo, so me sprejeli, niso plačani, da to delo, se pravi, res čutijo.
To je bilo majhno mesto, tam je bilo 80 fantov, so bili tudi tam kurčeve glave in vse, ampak večina ti res hoče dobro. In sem se počutil sprejetega, sem se počutil razumljenega. In sem rekel, ker rekel sem si 1 leto bom v komuni, to sem si rekel, polkom prišel ven, sem spet pametno drogiral vsako to. A res, to si imel? Ja, to sem imel v glavi, ja. Ampak 1 leto bom not, pa da se zgodi ne vem kaj, da mi starši bolj zaupajo. Samo 1 leto je kar, ne? Je, rekel, bom držal, pa bom pol. 1 leto je dosti in je malo, ne? Čas je relativen, čas je čisto tako. In kako ti je bilo, ko si bil? Prvo je bilo ful dobro, veš. Ja? Ja. Ful ljudi, tam je živalski vrt, imaš nogometno igrišče, majhno mesto. Kaj vrt obdelave? Vrt, njiva, delate, ne? Ja, vse. Mislim, živalski vrt je, ni tako kot v Ljubljani, ima skoraj pol tega. Skrbite za živali? Vse živali, ja. Vse sami, fanti delajo vse sami, kuhajo, ne vem, lesne delavnice, avtodelavnice, vse. In jaz sem prišel tam, nisem znal nič. Nisem znal nič za to življenje in ti že malo veš. Ta predrznost je pol padala, rasla mi je ta zdrava samozavest. Sem se učil kitati, malati, švasati, most, kuhati. Prva taka kuhinja, sam si v kuhinji, 80 ljudi. Je treba skuhati za 80, v nedeljo, ko so obiski. Ti si bil en dan zadolžen? 1 mesec. 1 mesec si zadolžen? Ja. Za vsak dan? Vsak dan. 80 ljudi? 80 ljudi. Ko pride obiski, to je 200 ljudi. Imaš industrijske lonce, imaš vse, če treba lupiti krompir, kaj takega. Smo imeli recepte napisane? Ne, en teden te en fant uvaja, ti pomaga, ti pomaga, kako je in plus znajti se, ne plava. In pol ti uvajaš naslednjega. Tako gre. In te je strah, ampak to je dobro, te je strah in ne zbežim spet stran, ali pa zbežim v neko substanco, ampak se soočim s tem strahom, se soočim sam s sabo in vidim, glej. Nisem dober v tem še? Ja, greš v to. Ali pa, se znam, mami ni všeč, ali pa, wow, to pa mi je ful všeč, naprimer. Ne vem, meni je bilo ful všeč njiva in vrt, to sem dobil ful užitek do tega živali, da ne rečem. Se pravi, tle na tem, na delovnem področju rasteš, zraste ti samozavest, ker vidiš, da si sposoben za marsikaj. Pol se ceniš malo? Ja, seveda. Pol so bi razne skupine, pogovori, taki, onaki, ne brez terapeutov, sami sebi, te starejši so ti bili terapeut. Že samo to, da so oni v komuni in da ustrajajo in da jim gre na boljše, ti je bilo kot nek vzgled. Pol to, da sem jaz najbolj bogi, ker nimam novih Nike-ic, iPhone in ne vem kaj, pa priješ tam, pa ima fant, ima AIDS, vsak dan je vesel samo, da je živ, fant je iz Romunije, HIV pozitivni, ker so njihovi starši bili odvisniki. Malo perspektive dobiš, ne? Ja, vidiš, da samo glava dol in te lahko sram, kaj še vse imam jaz, kaj drugi ne. Malo začneš lahko gledati okoli. Se pravi, začeti govoriti o sebi, ne o Ronaldu, to Messi, to ni problem, ampak malo res o sebi, če sem jaz sram, če sem jaz strah, na kaj sem ponosen in te stvari in potem prišla prava kriza. Ne ta fizična, to ni bilo nič, psihična kriza. Kot je ta zdrav spomin, splava na površje. To je bilo medtem, ko si bil v komuni, začel. Ja, in ta slaba vest, in ko se začneš zavedati dejansko, koliko slabega si ti naredil v življenju ljudem, ki te imajo radi, in pol te to te žre, to te ubija, in bi rad zdaj to rešil kar na hitro in ne moreš. Prvo sebe rešiš, nekako dobiš odnos sebe, pa se pa navven obrneš in začneš videti, kaj si delal. Začne se. Pol se šele začne. Zato si ti rekel, v bistvu 1 leto si ti v komuni, se zdi dosti, ima 1 leto ti sploh rabiš vedeti, kje si, kaj si. Tako da sprejeti preteklost, oprostiti drugim, niti ni bilo tako težko oprostiti samemu sebi, to pa je bilo najtežje. Ampak šele, ko sem to res dejansko naredil, šele pol sem lahko jaz šel naprej, začel uresničevati vse svoje spremembe, novo življenje. In po enem letu greš domov za 1 teden, jaz sem bil ful polno glavo, se to pravi, na leto ni nič, koliko sem jaz zdaj res skromen, se žrtvujem, se odrekam, seveda se, ker nimam izbire, se moram. In če sem prišel na železniško, tam blizu Rima, v komunske cigarete sem vrgel tako v kanto, tako je Marlboro, tako je vse, kar pogrešam v komuni, kava, fiesta. Kakšne so komunske cigarete? Mi smo imeli neke brez filtra, pa neke tajske, ne vem. Take, nikakor. In pa si to šel v Marlboro. Tako je Marlboro. Začne se že spet čisti materializem. Minimalizma, ne? Pa zadovoljen sem s tem, ne? Ja. Samo to malo. Samo to Marlboro na mestu tega. Ne, jaz sem imel plan, 1 teden grem domov in sem imel tak plan, naredil bom vse tisto, kar nimam v komuni, se pravi, poklical kakšno dekletan žensko kurvo,
pico, to šel žurat, se ga napil, ne vem, kaj, to sem še vedno imel v glavi, ker to je meni dopust. Se pravi, jaz nisem bil siguren, spet sem bil tako, še vedno sem bil predrzen. In to si vse v en teden hotel Ja, stisniti? ta teden, ko bom doma. In, pica, kurba, vse. Marlboro. Žuranje, kino, disko, prijatelji, sanjaš, še vedno sanjariš, še vedno nisi realen. Zdaj, ko sem bil še v Rimu, ko sem šel na vlak, to bilo še dokaj realno. Ko sem prišel do Trsta, ko sem videl morje, sem se tresel. Ma kakšna pica, kakšna kurva, nisem bil v redu sam s sabo, nisem bil zadovoljen. Še vedno sem videl, da mi starši ne zaupajo, kar je bilo normalno. Ful mi je bilo čudno iti po Piranu, naprimer, že sam kupiti cigarete. Zdaj, staro bando, ki so bili še vedno na drogi, me je bilo sram, da delam nekaj zase, sram je bilo, da sem v komuni. Eno leto sem čist, ne sodim med njih. A si jih srečal, kdaj? Ja, sem srečal. Normalni ljudi pa tudi nisem mogel pogledati v oči, še vedno nisem se počutil, spravi, niti tam. Nikamor nisi spadal. Ja, tako. In sem izračunal, eno leto je menilo, kot sem rekel. Nekaj sem naredil na sebi, ampak zdaj, če stanem doma, bom samo trpel, spet bom trpel in prijasle itak mi ne zaupam, nobeden, sam sebi ne zaupam in prijasle bom itak spet padel. In tako da sem se držal bolj doma, šel sem obiskat kakšnega v redu prijatelja, dobrega, ki so imeli že svoje družine in to, malo sem jim bil fauš, kaj sem, ni bil jih najbolj bister, osnovno šole komaj končal na večerno, pa je delal v skladišču, pa pol še popoldne raznašal pice, pa vedno isto punco imel, budala. Zdaj pa imel svoje stanovanje, zdaj si pa začel zavidati. Otroka, in kdo je bil budala takrat. Tako sem šel z veseljem nazaj v komuno in drugo leto je pa je minilo, kot da bi trenil. Takrat sem šele sprejel komuno, takrat sem zares delal komuno. Sem kršil veliko, vsa pravila sem kršil v komuni, razen nisem se ga napil na tem drugiral. Kaj pa so bila kakšna pravila, ki jih imajo, pa si jih ti? Cigarete, televizija, sladko, oranžada, radio, punce, ni da ni. Ampak nisem ponavljal, sem kršil pravilo, sem ga skršil, sem razumel poanto, ne ponavljam več. Se pravi, komuna je ful enostavna, neke znanstvene fantastike, se pravi, nabiram češnje, ne smem jih jesti. In če jih jem, se pravi, spet manipuliram. Ne zaradi droge, ampak zaradi češnje. Ampak če ne moreš reči sam sebi ne pri eni češnji, kje boš rekel sam sebi ne pri kokainu, heroinu, ni šans. Tako da moraš samo te smisle, ful je pravil, podpravil, samo smisliti jih moraš in pol gre. Drugo leto je res ful hitro minilo, tam sem bil že pol prvi odgovorni, se pravi meni, Džankiju je Dom Pierino zaupal center, ki je bil posvečen njegovim staršem, gor v Alpah, dal mi je 4 nove fante, ki se morajo skrbeti za njih, dal mi je denar, ključe centra in dal mi je avto. In se morajo skrbeti za njih. Kako si počutil, kad ti je nekdo toliko zaupal? Ful v redu. Ful v redu. Ful tudi enek strah pred to odgovornostjo, ampak vse kolene bom. To ne morem zdaj zajebati. Nekdo je toliko dal zaupanja vame, ne? Še ko sem poslušal te zgodbe o teh starejših, veš, je bil drugi koordinator, ki je bil že koordinator, ki pred leti je bil pred Dom Pierino, ko so se odpirali centri po Italiji in Dom Pierino mu je rekel, evo ti ključe, evo ti kombi in evo ti 3 milijone lir, pejdi dol v ne vem kam, odpri center, plača elektriko in to in pridi nazaj. In ta je šel in je prodal kombi, je porabil denar in je prišel nazaj. In to mi je on pravil, je rekel. In sem mislil, da me bo napisal, ne vem kaj rekel, Dom Pierino, kaj naredil. Je dal ključ od kombija, mi je dal 3 milijone lir, je rekel, pejdi in plača račun. Je rekel, pa ni šans, da bi ga spet zajebal. Ni šans. In Dom Pierino je bil tak, ne je bil en tak čista pojava, res, en tak močen karakter, da je to nekaj neverjetnega. Njemu, on ni bil odvisnik, ampak te je prebral, te pogledal v oči, ti je prebral v dno duše, ti je prebral, kaj razmišljaš in vse. In ful dober manipulator je bil. A res? Ja, tudi. Je znal. Zgleda, ste se pol zaradi tega nekako razumeli drugi. Ja, imel je znal se, ful je preklinjal, ful se je tako zafrkaval, on ko je imel maše, to niso bile maše, to so bili šovi. To ni verska komuna, tam je bil budistični tempelj, so bili muslimani, ateisti, budisti, vse živo je bilo, ne. Noben te ne silil nič, če hočeš greš maše, če ne. Sam je pa vera nekako. Ni. On je črpal to, njegova mama, mislim tudi on je bil, vsi so bili neki, črpal je vsega krščanskih načel, nekega življenja, to, ne dele drugemu, kar ne bi, da se dela tebi. Te univerzalne. Pomagaš drugemu, pomagaš tudi sebi, take, ki dejansko držijo, ne, ampak da prav tako verskega v smislu teološkega, da bi kaj bilo tam, da bi bilo kaj silo, nič. Aha, nič. Ne. Kako pa ti gledaš na to?
na Boga. A si se takrat prvič s tem seznanil, ali so tvoji starši že bili verni, ali ste hodili v cerkev? Ne, moji starši so izhajali iz komunizma, ko pač nisi smel niti, si se moral skrivati, če si hodil iz cerkve, tako da niso imeli nek stik s tem. Jaz do takrat ne. Jaz sem se krstil, Dom Pirino me je krstil komunist, hotel probati to na tak nek način. Sem hodil tudi, ima Dom Pirino tudi imel rožni venec, naprimer, kdo je hotel šel tam moliti, mi je bilo pa fulsko. Na začetku mi je malo pasalo, sploh ko sem prišel v komunijo, še malo krize sem imel fizično in to mrmranje, ponavljanje me je celo pomirilo. Ne. Pol pa sem šel tam in sem bil živčen, sem komaj čakal, da neha, da gremo stran, se zakaj shodim tle. In nisem nehal hoditi. Sploh pa sem gledal ene, ki malo donesel sem tam metali pred njim na kolena, pol pa so mu govorili za hrbtom, pa so mislili, da bo imeli kakšne bonitete, če hodijo. In dejansko sem nehal hoditi in pol nekrat me je poklical in me vprašal, zakaj ne hodiš več? Sem rekel, ker točno tako sem rekel, ker imam občutek, da jebem v glavo sebe, tebe in ostale. Rekel, super, to cenim. Ni bil neumen, on je točno vedel, kdo hodi tam. Zaradi tega, ker točno, ja, seveda. Tako da moj odnos do Boga je nek tak, čisto moj. Bog, ne vem, kakšen je, kako je, to neka energija ali neki je. Se pogovarjam z nekom, z ženo skupaj, ona je malo bolj, no, verno v tem klasičnem smislu. Mi pomaga to, ne pa tako, kot sem rekel prej, po nekih IKEA navodilih, točno to reči, točno to moraš, točno tisti uri, točno tam, ne, to. Ker smo si toliko različni, pa naše izkušnje so toliko različne, da ne moramo mogoče za enega. Te glavne stvari, univerzalne so, kaj si rekel, ne? Naredi tisto drugmu, kar želiš, da bi on tebi naredil, ne? To zlato pravilo, ne? To čistuno pa... Čist po teh navodilih, pa ne za vsakega. Jaz spoštujem vsakega in če nekomu to pomaga in nekdo to verjame, super, jaz sem spoštujem, podpiram. Vse glavno je, da pomaga, ne? Sej, a je nekaj res, ali ni to pomembno, ne? Se dejansko ti pomaga, se pravi, nek res je. Ne? Zdaj, vera in verovanje, ne? Jaz verujem v življenju, prijateljstvo, ljubezen, v čustva, v človeka, v naravo, vse to, nekaj moraš imeti, da nekaj verjameš, ne? V sebe verjamem, v dobro verjamem. Ne? Ko ste rekel prej, zakon je tudi to, dobro se dobrim vrača, slabo se slabim, pa to drži ko pribito in to živim. Kako bi si opazil, recimo te fantje, ki se rešijo iz tega, pa te, ki se ne, ali pa se zelo kasneje, a imajo kakšne skupne karakteristike, te, ki se, kaj pomembno, recimo, da se rešiš iz tega? Kakšni so pa tisti, ki se vračajo nazaj v to? No? Če si mogoče videl v komuni, nekdo pride, a lahko veš, a bo to lažji proces, a bo to težji proces za njega? Takoj vem. Takoj veš? Kaj pa je tisto, ali je samo občutek? Starši. Starši so tisto, takoj vidim. Ali ga mama pride fant. Človek ima 30-40 let in mama ga drži pod rokico in zaradi njega in jokca, ker zdaj ne bo ob njej. Tam težko, da bo sploh kakšen rezultat. Prije mama jezna, mogo se bo on zelo spremenil. Ko spakira ven iz avta, se obrne in gre, tam zna biti kakšen rezultat. Imajo poln kufr, starši so že postavili meje, začenjajo, bojo sledili, bojo poštevali, kako morajo sodelovati. Ker jaz lahko imam nekoga v komuni in ga prepričujem in mu dajem na svete in vse, on pa ve, da ima doma odprta vrata, da kadarkoli se odloči, Klej bom igral to igro, doma bom pa spremenil. Tako, tam ni rezultata. Se pravi, nekdo mora biti dejansko, če prije komuno, mora biti na nekem dnu, neko obup, zdaj ali te pripeljalo v komuno, ali cesta, ali zapor, ali dolgovi, ali ne boš več videl otrokov, ali nekaj mora biti, nekaj, da te pripelje. Nek močen vzvod, da to pol spremeniš. In tisti, veš, se vidiš človeka, ko ga že malo spoznaš, veš, če glumi ali če ne glumi. In zdaj, jaz več kot jaz ne morem mesto tebe, jaz sem to že svoje naredil. Ne moreš ga ti vleči z vrata, ne. Ti mu odpreš vrata, on pa mora prehoditi čez njih, ne pa da ga ti potisneš čez vrata. Mislim, jaz ti bom uporil na začetku, ne. Nasloni se name, pol pejdi sam. In pomaga človeku, ki noče pomoči, ne moreš. Tako da tam sem se malo že naučil skozi leta, pustim stati, niti se ne zgubim. Sprav mora on dejansko iskreno želeti si pomoči, pa priznati si, pa... Prva je iskrenost. To je sploh pogoj. Karkoli mi rečeš, me ne bo presenetilo. Ne bom te
kritiziral, ne bom gledal, vse sem bil, isti sem bil, ali pa, veš, to se ne gleda po teh. Tisti, ki pripravljen na te spremembe, ki vidi, tisti zna biti kakšen rezultat. Tisti, ki pa ni pripravljen, pa žal ne bo nič. Se zaupanje po mojem vseh odnosih. Mislim, če ni tega, to je osnova. Je disconnection, niste povezane dve osebi, a ne? Nekdo neki spletkari, nekdo ne zaupa, ne? Kako boš kaj sploh imel nekaj. Ja, valjda. Kako pa gledaš, ko si za starše rekel, recimo mogoče veliko staršev posluša ali pa svojcev, ki imajo nekoga, ki je odvisnik. Kaj bi njim rekel? Ker ti si bil na tej strani, ker si bil odvisnik, pa si to premagal, kaj bi njim svetoval? Kako ne postopajo? Mogoče so v nekem takem neizhodnem, ne veš več, kaj bi naredil, a greš na silo, a greš ne na silo. Zdaj, ko prvo ne se nehajo, to danes je vse posledica te nekaj časa, ki je prišla k nam, ta zahodnjaška, ta permisivna vzgoja. Vse je bilo tudi prej, ampak je bilo tega dosti manj. Tako da zdaj to je pa tisto. Z otrokom se treba pogovarjati, vse je na lepo, ne smeš ga kaznovati, ne smeš to, ja, super. Otrok to rabi, da mu postaviš meje, da ve, da dela tisto, kar je prav, ne, kar mu je všeč, itd. In mu ne dovoliš to, se pravi zraste ne samo zaveste, nesposoben in to, kar ste rekel prej, to praznino, ki ima v sebi, bo to krat 3, s tem, da danes je ful večja nevarnost, ker imaš še ful nekemičnih odvisnosti. Telefonski, videoigrice, računalniki, trava je zdravilna, tralala in Delo, ja. seks. Ja. Ful je tudi takih stvari, ki so... Imam enega fanta zdaj, ki je odvisen od spletne pornografije. Čisto isto je funkcioniralo, oziroma še hujše, njega ni bilo, ni pil, ni jedel. A res? Ja. Zaprl sobo, 3 dni na svedanju. Oziroma najhujša kriza, ko sem delal na Bertoki, najhujša kriza, kar sem videl, imel en fant, ki bi odvisen od igre na srečo. En teden se dal v klopčič in samo tresel in guncal se je. Malo je pil in šel hodil na veselje. To je res neverjetno. To je res neverjetno. Ja. In tako tem staršem zdaj, prvo je to, pol se starši obremenjujejo, krivi, niso krivi, koliko ne krivi. Kriv je tisti starš, ki je zavestno vzgajal otroka, da postane odvisnik. Tisti je kriv. Drugi ni kriv. Ni pa brez odgovornosti. Ja. Je pa soodgovoren, ker noben, si kriv sam. Seveda sem si kriv sam, ko sem imel 15, 16, 17 let, sem se skril sam. Do mojega 6. leta, kaj sem jaz kriv? Nič nisem kriv. Se pravi, ne govorimo o kriv, da govorimo o odgovornosti. In seveda, so bili starši, kot jaz sem moral sprejeti svoj, ko ste rekel na krizo, sem moral sprejeti, da sem bil vsi oprostiti, isto si moral starši sprejeti. In skupaj moramo politi in delati. Se pravi, jaz, ko grem v komuno se spremeniti, to in moji svojci se morajo spremeniti. Isto, tudi oni rastejo. In pol so rezultati, zato sem rekel, da so ful pomembni svojci. In kaj še reči, ne se obadati, kar je bilo, ampak ne pa si zatiskati oči, pa misli, da bo miniral samo od sebe, pa ko šlo meje, treba začeti postavljati meje. In zdaj, kakšne meje, naj se sami odločijo, in ko postavi mejo, se moram držati. Ker če popustim, ni kriv on, sem kriv jaz, ker sem jaz dovolil, da se premakne meja. In pa pričakovati z nekimi grožnjami, ne vem kaj, ne bo nič, ker nisem kredibilen, ker sem postavljal vedno meje in sem jih sam sebi sem jih kršil, sem jih rušil, se pravi, nisem kredibilen. In pa dajte pomagati. Dajte vi, dajte vi rešiti. Morate vi narediti to in to in sodelovati. Ampak to je težko. Ja, vem, da je težko. Ampak on ne živi pri meni doma, on živi pri vas doma. Nimaš ti, vsi mi pričakujejo, zdaj pa da je čarobno palčko, pa pik, pa reši. To je tisto, kar sem na začetku rekel, da smo v družbi take stvari malo porinemo stran, ne se drugi z njimi obadajo. Ja. V bistvu je pa doskrat dvosmeren proces. Ja. Pa ful se obadamo, kaj bo rekel sosed, kaj bo mislil kaj bo rekel oni, pa prikriva. Itak že vejo vsi, itak vejo vsi, ali sosed ima mogoče isto zgodbo in pol se izgubiš tle in problem, kot se rekel, ni problem je pol dlje časa, ko bo fant, punca tako živeli, teže bo to rešiti, ker ti pravim, ne gre čez noč, ne. Kot se nisem čez noč začel drogirati, kot čez noč ne morem nehati spremeniti ta proces.
Se pravi, kaj pa tisti starši, ki imajo že odvisnika, ne zdaj smo nekaj o vzgoji govorila, ki imajo odvisnika, ki je zdaj že res šlo čez vse meje, čez prvo mejo, čez prvi ultimat, drugi ultimat, tretji ultimat. Ponovadi je to tako, ki so ultimati, se kar premikajo se. In pa se ti naučiš, mogoče ni zadnji ultimat. Ja, seveda, ti vedno probaš, normalno. Tako je, ne. In to otroci mladi delajo, kdaj vidiš, oni so ful dobri manipulatorji, ne. Ja. Ne to narediti, če ne bo ne vem kaj, pa se tisto ne zgodi in pol za naslednjič on ve, da mama ne misli resno, ne? Ali pa oče. Ne? Ali pa bo trmaro, dokaj ne bo po njegovo. Če prvič popustiš, drugič popustiš, konec si končal. Ja. In on ve, on se nauči, ne? S tem bom jaz dobil to, ne? Bolj, bom težil, ne? In v bistvu ga ti nagradiš za nekaj, kar ti nočeš, da on dela. Ne? Ja. In nas je strah dvigniti glas, ga je strah poriti, ker bo jokal bogi, ker me pol ne bo imel rad, valjda te bo imel rad. Si otrok, vidiš, da te prav to prosi, to sigurnost, da mu ti postaviš meje. On rabi to, da mu ti zaupaš. Ima 3 leti, daj mu nož, naj pomaga. Kaj bo? Se bo porezal, valjda se bo porezal. Si bo odrezal prst do konca, ne bo. Mislim, dajemo vato, da se zavije. Vato dajemo in poli skrbimo mi za njih, hodimo na šolo mesto njih, njihove pravice iščemo, jih branimo, jih ščitimo in ne vem kaj, pol pa gre v Ljubljano ali ne vem kam, gre nekam malo doma in ga odpihne, prva težava ga odpihne. Tako da to sem opazil, sem predaval na enem informativnem dnevu za fakulteto, ne? Ko pač prideš ti kot študent, se pozanimata, je to pravi fakt zate. Ne? In opazil sem, mama je prišla na mesto. Ne? Eni so bili sicer skupaj, redko kdo je bil sam, tako kot smo mi hodili. Gremo se frendi dobiti, gremo si na ekonomsko, vidimo, kaj je to zame. Se pravi, mama sama pride z zvezkom, pa jaz nočem kritizirati nekoga, ki nisem v njegovi situaciji, zato ker nimam otrok. Ne? Ampak to se mi zdi, da lahko rečem, da ni ok, da ti prideš z beležko in pol doma poročaš otroku, ti si sužen tega otroka, on je pa pol pride sam nekam invalid bo, ker bo invalid, totalni, ne bo se mogel v družbi znajti, ker ni mame z bloktom zraven. In to je zelo... To je velik, to je zelo pogost pojav, sploh v Sloveniji, veš, Cankarjeve mame. In ta odvisnost, mama, sin, to je vedno... Mi imamo tako enega fuldorega, sej lahko povem tudi ta Polajner, ni da nikar ni, psihoterapeut nas ima supervizijo in vedno pove ta, in je točno, in drži tako, sine, vse bo v redu, vse bomo rešili. Tudi, če se drogiraš, bomo rešili, če to boš rešili, samo ne se mi zaljubiti. To pa ne, moraš ljubiti mamo, ta incestni odnos, mama, sin. Ko zamenjaš, v sinu najdeš še partnerje, in bolj ti vse dovoljeno, in jaz bom skrbela za te, in jaz bom to vse. To so se punce ne razumejo s taščami, kao, ker je ta odnos, zdaj sem jaz mamin sinček, to je bil moj sinček, zdaj sem ga jaz tebi dala, in zdaj, a ti dobro skrbiš za hišo, a ti to delaš dobro, a ti ne. To je malo tak stereotipen, jaz nisem ga pogosto krat videl, ampak je znano, da se taščo ne razume. Deklene. Vse je, ampak tudi to, vse držijo, vse vedno stereotipi so na neki, niso zrasli. To je res, Tako so težave, te so težave, ko nekdo, ki imaš odvisnika, ki da ve, da že odvisnik, je bilo veliko ultimatov in to prva stvar mora oče in mama, ali vsi, ki so oče najboljši, da cela širša družina mora biti, ker ponovadi te mama in tata te vržejo, pa greš k babici. Da skupaj stopijo in da isto mislijo, in da se ne kregaš pred njim, ker jaz sem ful dobro izkoriščal, sem obračal mamo proti očetu, očeta proti mamo, kakor nekdaj koristilo. Stran od sebe si obrnil ta problem, mal tako razpršil ga. In kot starši dobro poznajo otroka, tako otrok poznajo dobro starše. In točno vem, kako točno na katero tipko slabe vesti, na užaljenost, na to, slabo vest in to. In tam se odločiti skupaj, oče, mama, tako in tako, sva odločena, tako bo postopila in to in poli ultimat. Jaz lahko mislim, da je spet 16 ultimat. Fuck, to je pa res. Kaj pa zdaj? Zdaj pa je A, to, B, to. Ne, jaz ne bom nikoli rekel vrži ga na cesto. Zame je to koristilo. Lahko je dovolj, da mu ne dajo več denarja, da si mora sam kuhati, da mora začeti sam pospravljati doma, se pravi, to mora začeti delati.
Se pravi, neke limite, meje. Seveda, to je treba narediti. Mogoče že to dovolj, ste morali kot vrži ga na cesto. Ne. To je res zadnji, ne? To potem več nimaš ničesar, ne? Če ti vržeš nekoga, pa se mu odrečeš, kot so rekli tem, ne poznamo se več. Mislim, ja, nič več ne moš narediti, ne? Je on svoboden posameznik, ki dela po svoje, ne? Torej, ta je res zadnji. Ja, in koliko, veš, praviš, da še nisi, koliko mora en starš pretrpeti, da naredi tak korak, da lastnega otroka, sina, hčerko vrži na cesto. Ne. Se pravi, res mora biti že na koncu. Ampak je treba, ne, zob, ko te boli, ga treba spoliti. Ne. Ni druge neki zdraviti, če je gnil. Tu je tako, no, na cesti. Prej se ti bo kaj zgodilo doma, kot na cesti. Ker na cesti boš moral poskrbeti prvo in za hrano, in za pijačo, in kje boš spal in to. Pa nekaj odgovornosti dobiš, ne, zase, malo že tako, ne. Tu je to, nimaš hrano skuhano, ne. Ja, in nimaš toliko časa in denarja za samo drogo, ne. Tako da se ti bo prej kaj doma zgodilo, ne. Je pa to uno, prej takneš dno, prej boš nekaj naredil. So pa taki, to je pa tudi treba vedeti. So pa taki, ki bo ostali na cesti živeti. So neozdravljivi tudi. Pa eni so neozdravljivi. Tako da, lej. Ma pa vsak ima... Kaj pa bi tem sporočil? Ne tem neozdravljivim, ne? Vprašanje, ne? To je zdaj težko reči, ne? A so res neozdravljivi v čisto vseh? Da se pač dejansko nekoli v življenju pač noče spremeniti. Noče, ja. Kaj bi pa tem, ki so recimo malo pred tem, ne? Sporočil, recimo, če poslušajo, pa je odvisnik, pa manipulira vse to, kar si povedal. Bi jim sporočil, da vem, kako je, in jaz še po 15 letih, ko pomislim, meni bo droga všeč celo življenje. To je dejansko. Vse pa vedno manj, slabo se spomnim lihovnega flasha feelinga, ampak vem, da je bilo dobro, to sem siguren. Se pravi, spomin je sam dobro, ni pa ono točen spomin, ja, kako je občutek bil. Ne, flasha ni več. Bi pa rekel, da obstaja veliko drugih stvari na svetu, za katerih so še močnejši feelingi, in to naravni. Jaz sem sprejel, jaz ne bi menjal svojo preteklost. Pač zame je to služilo, zame je bilo to, jaz mislim, da sem postal boljši človek. To sem tudi hotel vprašati. A bi zamenil, če bi šel še enkrat? Ne bi zamenil nič. Kaj pa, če bi šel še enkrat nazaj? Verjetno ne bi šel po tej poti. A bi šel? Ne razmišljam. Lej, edino, kar mi je žal, je za bolečino čustveno, ki sem prizadel ljudem, ki so me imeli radi. Drugo ne bi spremenil nič. Pač to je bila moja pot, to je bilo poslanstvo, ali kakorkoli lahko to kličeš. Sem zadovoljen s tem. Pa ne vem, kako globoko da padeš, več boš moral plezati ven in bolj se boš spomnil, koliko je bilo tega truda, ti boljše. In ko boš enkrat splezal ven, ti boš celo življenje vedel, kako je bilo tam od spodaj. In boš znal ceniti res te stvari. Sploh v današnji družbi, ki živimo, taka materialna, posplošena, brez vrednotena, preveč tehnološko usmerjena, po mojem. Vse stvari so dobre, ampak veš, živimo vsi neko pusto, prazno življenje, enolično, vsi enako, vsi isto se oblačiti, vsi iste avte, vsi isto ovo, vsi isto ono, vsi gledaj kmetijo, vsi tam tako poneumljanje človeka, da glava peče in čisti materializem, ta iskanje instant sreče v sekundi, na gumbja. Ja, noben mi ni lajkal slike, se tresem, abstinenčna kriza. Se slabo počutim, kupil nove teniske, super, zdaj sem fajn, čez en teden niso več nove, stare, spet ta instant sreča na lahko, brez truda in takoj, ne, močna, ja, ampak tudi hitro spuhti, ne. Pač iskanje te dolgoročne prave sreče, ne, prijatelji, družina, ljubezen, šport, narava, zdravje, se še vedno lahko. Ja, ustvarjanje nečesa. Ne. Se še vedno lahko žuraš in vse in samo z glavo. Ne vem. Jaz sem šel po komuni, smo šli na Ibico. Po drugem letu? Po tretjem. Po tretjem. Ko sem končal komuno, ko sem prišel ven. Sem moral končati šolo, sem hodil na to trgovsko, pač večerno in smo šli na Ibico. Kako je bilo? Pa meni je bilo super, so bili te, z mano so bili eni sobi, ki so kadili travo, a te moti se, ko mene ne moti sploh. Samo jaz ne bom kadil cigaret v sobi, tudi vi ne v sobi, ne bomo kadili na terasi. Ne. Sploh mene to ne moti, ne tangira me nič. Kaj pa odnos do ostalih drog, ki si na Ibici si valjda me ne moti nič. Videl? Ja, me ne moti sploh. Ne.
smo šli malo, prvo, ko sem še moral čistiti, ko sem prišel z komune, je bil moj odnos do alkohola. Ne? Ker veliko fantov je se vračalo v komuno, ne zaradi droge, pa zaradi alkohola, se pravi, menjaš samo substanco. Ne? Pa to je družbeno sprejemljivo, ne? Družbeno sprejemljivo, v bistvu, kaj sem rešil nič. Rešil sem z drogo, ampak alkohol pa je v redu. V bistvu spet je isto. Ne? Tako da sem videl, da jaz z alkoholom nimam nekih težav, če ti povem po priti, zdaj 5 let nisem niti taknil. Nekaj runo se ga bojim, ampak kratko pa ga čakam neko priložnost, pač ne pride trenutno, pa je družina, pa to, pa glej. Se jaz to opažam, da tisti, ki so res zadovoljni v življenju, ne pijejo tako na zabavi, da mogoče spijo kozarec vina kdaj, ne, ali pa da bi pa pil opita, ne, vinjen, ne, opažaš ta vzorec, da tisti, ki so res zadovoljni, mislim, ni mu všeč občutek tega, ko te malo omami, ne. Sploh, če sem fajn, in da me zdaj opit, in da se ne bom spomnil tega, ko sem bil fajn. Zakaj? Če sem fajn. In tudi to, sem ti pravim, poslušal Drezen, smo šli v Planet, kam na največja diskoteka, na Ibici, sem plesal, jaz ne znam plesati, sem bil gor na kocki, sem plesal, kakšen sramota. Ma je bilo fajn, tudi to, da ti je bilo sram, in drugi dan, ko smo se smejali, sem se spomnil, Drezen, ne rabim, da pristopim do koga. Ne obstaja več vredna oseba od mene, ne obstaja manj vredna oseba od mene. Lej, sem čisto samozavesten do vsakega, ne rabim alkohola, ne rabim od mene substance. Veš, to je tisto, to je v komuni prva stvar, ki se moraš imeti rad samega sebe. In dokler se ti drogiraš, se nimaš rad. In dokler nimaš rad sam sebe, nimaš rad ne mame, ne tate, ne hčerke, ne otroka, ne psa, nobenega. Žal, to si treba priznati. Ki prihajajo not tudi fanti, punce, ki imajo otroke. In jaz bi naredil vse, dej, fuck off, ni res. Je treba na direktno, na trdo, ampak nimaš še otroka. Na nek svoj popačen način, ampak to ni to. Kakšno imate pa uspešnost v komuni? Tisti, ki končajo program, ki dokončajo cel program, 70-80. Koliko jih pa dokonča? Koliko jih gre, recimo, tole ni zame? Četrtina jih konča. Pol dosta mal, ne? Ja. Rečejo, to je... Vedno manj je tudi vstopov, vedno manj se ne samo naš program, tudi druge komune. Pa jaz ne rečem, ni naša, zdaj ne vem, vsaka komuna je dobra za unega, ki se odloči, da bo nekaj naredil zase. Boljše kot nobena. Vsaka komuna je dobra. Ne? Ker če sem se res odločil, da se bom rešil, se bom v vsaki komuni se bom rešil. To ni. Je pa tako, vedno več je teh kliničnih zdravljenj, easy zdravljenj, menjava krvi, nadzor te tablete, da nimaš volje, želje po drogi. Te lažje poti, kar sebe daš stran od tega procesa, nekaj drugega za tebe dela, ne? Se pravi, tudi te so v redu, da ti to krizo daš mimo, ampak pol moraš, zdaj si rešil fizično, zdaj moraš še psihično obvezno. Se pravi, neko nadaljno zdravljenje mora biti obvezno, ker samo to ni nič. Žal je tako, ne? Sprav ti moraš zrasti kot človek, ne samo, da jaz sem zdaj odvisen, pa sem tak človek, da se bom odvisnost rešil, pa isti človek bil. Ti se rešiš odvisnosti in ti ostane, pol pa je totalna praznina. In niti ne veš, kdo si, kaj te veseli, si brez ciljev, brez motivacije, nobene želje, tavaš in si prav lupi kot človeka. Ti moraš to napolniti zdaj, to ne možeš ti kar tako, ne, kot se pred delovne navade, vrednote, ljubezen, čustva, odnos do samega sebe, mislim, to imaš zadelati još pa još in to ne moreš. No, vsem tem delate v komuni. Ja, vse to. Kot človeka, ne, da se spomniš, da zrasteš, postaneš odgovoren človek, moški. Odgovoren, ja. Kam pa se lahko obrnejo, recimo, to komuno, ki ti delaš kot koordinator? Imaš na internetu skupno srečanje. Ok, bom po linku, bom spodaj dal link, da se lahko najdeš. Mogoče za na konc bi te vprašal, kako gledaš glede pravnega vidika drog, legalizacija, nelegalizacija. Ti si po moje dober, mislim, zanima me tvoje mnenje, ker si, če sem vse to dal, ne? Eni pravijo vse, imamo tako legalno, pa dekriminalizirano, ne? To sta dve različni stvari, ne? Pa ilegalno, ne? Sprav 3. Kakšno je tvoje mnenje glede tega? Zdaj verjetno največ se govori o travi, ne? Zaenkrat, ampak mislim, da če gremo v to smer, ne? Zdaj so v Ameriki, Denver, zvezna država, je dekriminalizirala gobice, ne? Zdaj mi to vse poimenujemo kot v isti kategoriji, ne?
Čeprav imajo čisto različne efekte, vem. manj so zasvoljive, mislim, droge niso zasvoljive, ene so, različne vidike imamo. Ne? Mogoče bo šlo v to smer, kakšno je tvoje mnenje? Prvo tako veš, ful spet teh enih, to je čisto moje osebno mnenje, spet teh nekih stereotipov. Vsaka psihoaktivna snov, pač trava ni droga, trava je ima psihoaktivno snov, se pravi aktivno vpliva na psiho, pika konec. Kava? Niso zasvojljive, NRS mogoče niso fizično, psihično so pa čisto vse zasvojljive, kot je tudi računalnik, kot je internet, se pravi vse te zasvoji, ne, postaneš odvisen od tega. Zdaj, ali fizično ali psihično, mogoče še teže, te, ki iščeš neke zgovore, ki niso fizično zasvojljive, so še hujše, ker so samo psihično. Pa če čisto vsi to delamo, smo na Instagramu, pa je zasvoljivo, to pa sploh ni problem, ne rabiš niti izgovorov iskati. Tako, ja. In to je itak danes in zdaj, kar se tiče. Sam Instagrama ne bomo prepovedali, se strinjaš? Se strinjam. Kave ne bomo prepovedali. To je vse dobro. To je samo nek spektr, do kam gremo. Ne? Ja, tudi tukaj mora biti zdrav odnos do tega. Ja. Če sem jaz na Instagramu, ne vem, nekdo je pol ure, nekdo je eno uro na dan, prav. Zdaj, če nekdo visi cel dan na Instagramu in ne more, če vsake pol ure, če ne pogleda na Instagram, to ni v redu. Ne? Po mojem mnenju. Sam za heroin se strinjava, da ne velja to, kar si rekel zdaj, ne? Da zmernost tudi ne pomaga. To je ena taka stvar, ki je premočna za človeško... Ni problem substanca, problem je človek. Ne pri nas, na Primorskem, ljudje, ribiči, kmetje, že vzjutraj crnoč gara, ko živina, začer gre na Briškolo in spije zraven 2-3 deci malvazije in drugi dan je spet na morju. Smo tudi Tajci v komuni, na Tajskem pač nimajo vina, imajo opi. Nono, dedek dela z unim volom, vleče na riževih poljih, vse danes večer grejo na njihove domine in na pipo skodi malo opija, kot je heroin, pa drugi dan spet orjenivo. On ima odnos do tega. Problem je, da mi nimamo odnosa, sploh mi kot zahodna civilizacija, in zato tudi, kar se tiče legalizacije, po mojem, je tako, da mi kot družba še zdaleč nismo pripravljeni sploh na kakšnokoli legalizacijo, s tem, da tle so spet pol dvojne interpretacije, trojne trava je zdravilna, čaki malo ima THC in ima CBD, katera trava bi bila legalizirana, ona domačica 1-2% THC, ali te, ki imajo 20, 30, 450 procentov THC, kaj bomo zdaj? Bomo legalizirali 2%, jaz bom še vedno kupoval, če ne trgu tisto 30, kaj če mi mi ne znane več nič nočem, ne, se pravi, tle je toliko enih stvari še v ozadju, s tem, da se pa to, danes si tako vsi so trava zdravi, ne, ja, odvisno kaj, ne. Jaz se čisto strinjam s tabo, da preveč na lahko vzemamo sploh travo zdaj. Ne? To danes ni več ista stvar, kot je bila pred 20 leti, glih zaradi THC-ja, ki ima večjo vsebnost THC-ja, manjšo CBD-ja. In to je že tako, če kdaj kdo probo, pravo travo zdaj, kaj je. To ni lahka droga, to ni... To je hujše kot ripi, ko so bili včasih. To so zelo... Ko sem prej vprašal, čisto na začetku si rekel, tudi te psihične bolezni so stigmatizirane. Koliko je porast, včasih komuna ni imela, mi imamo zdaj tudi v Sostrem zavod Pelikran, imamo komuno za dvojne diagnoze, kjer je poleg odvisnosti so prišle tudi psihične bolezni, ki jih prej ni bilo, so prišle zaradi uživanja droge, katere, zaradi heroina, ne, zaradi trave. Trava in sploh te nove, vse te psihozo povzroča, šizofrenijo, razne psihične bolezni, ki vsak od nas jih ima nekje v sebi in so celo življenje so tam tiho spijo. Eni več, eni manj, eni nikoli ne bojo razvili. Ampak mislim, da je dokazano, da če imaš tendenco, da je to blizu, da trava spodbudi. Seveda ti bo spotenciralo normalno. In pri enih, ko nehaš kaditi, oziroma z nekimi tabletami pol to regredira, pri nekateri pa stane celo življenje. Sem imel take primere že, da sem videl, bi mama pripelje sina na razgovor 16 let, sploh ker so to vse mladoletni, kjer se možgani še razvijajo, kjer te možganski končiči, ko to kuriš s temi koncentracijami THC, se to ne obnavlja, žal, to se skuri. Bi pripelje sina na razgovor 15-letnika, se poprav, sem v pisarni prije mama, evo, kje pa je sin, je v avtu, zakaj je v avtu? Ja, grem pogledat, leži na zadnjem sedežu, slina mu teče, lizika v ustih in pogled Dark Side of the Moon. Ga ni več tukaj. On je odplaval in ne pomaga več komuna tableta, nič je končal. 15 let. 15 let. Da ne govorimo o teh novih vseh teh. Jaz ti niti ne poznam toliko o teh sintetičnih drogah in to ta dark net, ki te mulci vladajo v nulo, ki ti
pač naročiš, samo moraš imeti malo v glavi, da preko... Dobro, ne bom govoril, da se ne bom promoviral. Ja, tako. To se jaz strinjam, ampak bi vsem mogoče ločil od tega, a je neki, mogoče bi te problemi, ki smo jo za travo opisala, mogoče menim, da bi dekriminalizacija ali pa legalizacija mogoče glih rešila, ne? Ker ti bi lahko imel, ti kupiš travo ali pa nekdo ti jo da, ti nimaš pojma, koliko je to močno, ker je črni trg. Ja. Ti, če imaš neko kontrolo, mi nimamo niti statistik, koliko mladih vzema kaj. To so neke ocene, ne? Tako bi lahko mi dosti bolj vedeli, kaj se dogaja dejansko v družbi, pa kaj se vzema, pa tudi uporabniki bi lahko vedeli, kaj vzemajo. Ne? Zdaj pa, kaj se lahko greva v pravico posameznika, da si sam zbere, recimo, če neka odrasla oseba, pa reče, jaz želim travo kaditi, ki si jo sam, ne vem, doma posadim. Ja. Zdaj pa pride država, pa reče, ne, ti tega ne smeš delati. Ne? Zdaj je pravica posameznika spet. Ne? Spet dajemo odgovornost na državo oziroma na zakone. Ne? Mogoče pa res, da nismo še zreli. Mislim, da ne. Mislim, to je tako težko bilo kontrolirati. Že tako veš, kakšne bučke. Frizer mora tehtati lase, ki na koncu leta koliko bioloških odpadkov bi imel las, bo plačal, ko mislim, kakve imamo. Zdaj, jaz imam pravico, jaz sem sadil svojo travo. Ne? No, to sem dal en tak najbolj light primer. Imam pravico. Ampak pravico bi imel tudi mogoče, ne vem, heroin si, ne vem. Ampak bo imel res samo zase, to tudi še prodajo pol naprej. Ne, sam zase. Vem. A ja, govoriš, če bom proizvajal travo. Ja. Taka kupa ne, ima tudi odgovornost. On ima odgovornost na sebi, da je on kupo. Ne. Vem. Ampak se mi zdi, da kot družba smo sploh zdaj, da smo tako neodgovorni. A misliš, da bi se povečala količina zaužite droge, če bi... Jaz mislim, lahko mi tle zdaj analiziramo in se tudi razstrinjam s tabo določenih stvareh. Tudi mislim, da ne bilo samo negativno, ne, bilo tudi pozitivno, ampak mislim, da sporočilo bilo samo to. Ne. Pač to je okej. To je okej, tako. Aha, ja. To bi bilo tisto. Ja. Na Portugalskem... Skozi svojo pamet, jaz gledam skozi svojo pamet, ko sem imel tam, ko sem bil v osnovni šoli, srednji šoli. Ne govorimo o srednji, govorimo o osnovni šoli, ker v srednji šoli so že druge, zdaj že tudi ta starost pada, zelo drastično pada. Kaj prvič probajo ja, to je že govorimo alkohol. Govorimo tudi o travi in o kokainu, govorimo že o osnovni šoli, brez da si zatiskam oči. Ti povem, kjer hodim po šolah. Jaz sem se z bratrancem pogovarjal, pa bratom, ki sta mlajša, mladoletna, in sem jih malo spraševal, kaj se na teh žudih. In ta mali dejansko neka zdravila, ali to Ritalin, snifajo, take, mislim, rekel bi napredne stvari, niso toliko amaterji, profesionalni v tem smislu, kaj si ti rekel, da lahko nekdo, ki je 15 let star, 16 let star, ve, kaj je Ritalin, kaj bo naredil, zdrobi, zna kupiti na dark webu, posnifa in imajo parti in pijejo več. To se strinjam, da je kar težava, ampak ne vemo, a se to dogaja. Ne? Jaz sem to čisto neko anekdoto dobil, mene je to šokiralo. Mi nimamo podatkov, kako pa boš delal podatke, če nekdo kupi na dark webu nekaj, pa pol na partijih. Zato pa jaz pravim, veš, to je tudi, kar bi še rekel staršem, se ni to dolžnost države. Dolžnost je prvi vrsti to doma družine. In če jaz se sklicujem, da zdaj sem bil imam tudi za starše, imam govorilne ure in pač rečem to, ne, so dolžni, ko grejo v diskoteko, da jih pretipajo in pregledajo. In čim ga bo takno, boš takoj prišel z odvetnikom, kaj ga šlata in ne vem kaj. Ti si doma in dolžni so šoli, dolžni so, ne, ti doma si dolžen. In moraš točno vedeti. Mislim, lepo je biti in starš in prijatelj. Prav. Ampak bodi starš, ne biti prijatelj. Druga vloga je. Ti bo kasneje hvaležen. Če boš pa prijatelj in ne boš starš, se bo slabo končalo in kasneje te bo očital, da nisi bil starš. Se pravi, starš mora vedeti. Ti v puberteti, mislim, je normalno, ti morajo tata, mama iti na kurac. To je normalno. Če ti ne grejo, če ti se dovolijo, je nekaj narobe. Ne? In ne se bati, da ti imajo radi. Ker se ta ego razvija. Do kam lahko grem jaz? Koliko sem jaz močen? Koliko sem jaz pomemben? Ne? In nekdo mora to dol držati. Da je zdravo, da ima zdravo ego, kot si rekel. Ne? Je treba rezati krila, je treba meje, je treba mama mija. In če ne veš, kako je ime prijateljem, če ne veš, kje je, če ne veš, me boš osmešil pred vsemi. Kaj mi briga, če te osmešil? Me ne zanima.
Tako je, če ti pravi, če pa ne, pa tudi. Kratko je drnato in tako je. Tega vedno manj. Ne? Pol pa jaz se pričakuje, da bo družba zdaj ali policija ali država bo zdaj reševala te stvari, ki bi bile lahko rešljive, če bi bilo v osnovi doma že tako. Če doma manjka, ne morete noben reševati to od zunanjih, veš. Ti imaš oni popolni nadzor doma. Je pa lažje, kot si rekel, prilagaš odgovornost na druge. Če ni tvoja odgovornost kot starša. Sprav, ful sva govorila o odgovornosti. Ja. Manipuliranju, odgovornosti, odvisnosti. Odgovornost je res. In sprejet. Sliši se mi smiselno, no? Tako bom rekel. Ma pa vsak svojo pot, ki pa je bolj kompleksno, koliko mi dva govoriva tukaj, verjetno. Hvala ti, ker si vzel čas. Hvala tebi. Res hvala tudi za vse, kar delaš, da pomagaš tem ljudem. V tebi vidijo mogoče nekoga, ki se lahko vidijo v tebi, ali pa mogoče, da si zgled nekomu. Tako da res hvala. Hvala tebi. Evo, smo.